osnovni šoli, ker se kar naenkrat nisem videla več koze na koncu preskoka, pa sem kratko mal na pamet in v bistvu sem enkrat jo falila in sem si trtico zlomila. In pa sem jaz v bistvu imela pa glih blokiran New York en teden pred tem z dvema kolegicama, pa sem si rekla, ok, da bom jaz nastala še en teden, pa grem jaz na New Yorkski maraton. Prva stvar, ko sem v cilj prišla, sem sam pod nekim štantom z pomfrijom in klobasami in sem gledala, jaz bi toliko en pomfri in sem si šla pomfri kupiti. Draga publika, spoštovani, sredi veselega decembra, smo veseli, seveda. Tečemo mogoče malo manj, kot smo čez leto, ampak v teku pa se še vedno radi pogovarjamo. Tako z mano danes je ena simpatična gostja. Morda jo še ne poznate, pa jo boste spoznali. Ženska z večjimi imeni in tudi večjimi priimki. Če boste iskali njene statistike, bom potem povedal. Ampak dober večer, Ana Barbara Marinčič. Dober večer, hvala Marko. Doktor Ana Barbara Marinčič, seveda, oziroma svoje čase doktor Ana Barbara Uršič, ja, zdaj poročena Marinčič. Barbara, Ana, kako te nazivajo pravzaprav? Jaz vedno rečem, na vse se obrnem. Eni mi kličejo Ana, eni mi kličejo Barbara, eni mi kličejo Barbie, tako da v bistvu na vse se obrnem, na vse kombinacije. Tudi v službi se tudi na doktor Uršič zmer obrnem, tako da vse velja. Ampak, mislim, od malih nog, mislim, zapisano imaš v rojstnem listu Ana Barbara, ali tako? Tako in mami takrat, ko je bila fejst jezna, me je poklicala po obeh imenih. Drugače pa ponavadi Balana, tako. Mož, prijatelji, ko te kličejo, tudi vse Mož Ana, ogromno enih prijateljev me pa kliče Barbie, zato ker sem v bistvu v srednji šoli v eni družbi ratala Barbie in sem pol za celo tisto družbo kar Barbie ratala, tako da mož me pa Ana kliče. Mislim, moraš kar procesirati, človek se ne brž navadi. Je pa zanimivo, no, vprašal, poznam veliko, se pravi doktorc, oziroma zdravnic, ki so pač upravile so svojo izobrazbo še pod dekliškim priimkom, potem so se poročile in seveda, pa sem marsikakšno vprašal, zakaj dva priimka, skoraj po pravilu, imajo po dva priimka, ti se niso odločila za dva, ampak si prevzela možega, kako to? Imam že dve imeni, pa se mi zdi, da je že to dovolj, če bi bila pol še dva priimka. Enkrat se je mož hecel pa rekel, pa daj en ime stran, pa sem rekla, ok, to ne morem, no, tako da bo čisto dovolj, dve imeni pa en priimek je zadostno, tako. Te strinjam, se danes Google, to je zanimivo, tudi če te kdo išče po dekliškem priimku, te najde tudi po novem, tako naprej, tako se pravi, te generatorji vejo več, kot pa vemo mi sami, tako da to ni nobenega problema. Si danes že tekla? A veš, da sem tekla. No, pa in to sem rekla možu po službi, veš, Primož, če ne drugega, moram iti za to teč, ker me bo ziher vprašal, če sem danes že tekla. Ja, ne vprašam čisto vsakega, se potrudim, ampak tebe se moram vprašati, sigurno si kje si tekla, koliko si tekla? Ne, drugače sem tekla po Ljubljani, tle po PST-ju, eno kratko, ker se lih po Valenciji počas uvajam nazaj, tako da sem tekla 7 kilometrov po megli po PST-ju. Nič kaj preveč romantičnega, tako. Jaz živim na 600 nadmorske višine in gledam to ljubljansko meglo vsak dan in se čudim, kako zdržite tam. Je kar naporen ne videti sonca, ne vem, cel teden ali pa dva skupaj, ja? Ja, ne, mislim, je zoprn, jaz to kar pojamram čistko, ampak si pol pa za vikende iščeš, kje je kaj sonca, pa greš pol takrat. Čez dan si pa itak v službi, tako da itak vseeno, če je megla zunaj ali pa ne. Kakšen plan za ta vikend iti na sonce, kam na sneg, kako takega? Greva jutri na Primorsko kolesart, tako da greva na sonce. Prijetno skoristim. Tako. Zakaj sem Ano Barbaro Marinčič povabil tale podcast? Ja, najbrž ste ugotovili, da teče, ja, pa ne malo, je maraton, ravnokar iz Valencije, o tem bo spregovorila po njenih maraton majorsih, ki jih zaključuje, ako Bog da, čez 2 meseca v Tokiu, tako, triatlonka, ki gre, pa je na prvi Ironman v naslednjem letu. Ja, upam, če ne bo kaj vmes prišlo, ja, tako. Noro, sicer pa zdravnica oftalmologije, ukvarja se z estetsko medicino, ja, organizira tako dobrodelni tek, tudi organiziraš za otroke, vsako leto še vedno.
Ja, na 2 leti, no, tako. Ja, Na 2 leti, ujemi ja, me se mu reče. Tako tako. pa baje, a ne, so mi zaupali, ne, da je tudi odlična kuharica, ki gosti in nahrani svoje prijatelje, kadar ima priložnost, pa vse svoje prihranke zapravi za športno opremo. A to drži? Ja, to nažalost vse drži. Ja. No, evo, temo je dovolj, evo, da jih obdelava danes, ampak greva tale Valencija. Jaz sem jo spremljal nadaljavo, mislim, to je fantastičen maraton, če 5000 ljudi teče pod 3 urami, spoštovani, spoštovane, zdaj pa zračunite v 30 000, kakšna kvaliteta je to, ampak ponavadi so tam odlični pogoji, ti si bila že tam drugič, seveda me je navdušila prva stvar, ki sem jo šel pogledat, tvoj čas in sem seveda padel dol, 3:05, noro, mislim, noro, noro, zdaj je bilo to planirano, je bilo to natrenirano, si že v štartu šla, na vse le nič, povej mi vse. Aha. Ja, ne, drugače je bilo fulušten, ja. Mislim, meni se zdi super, pač čudovit čas za nekoga za službo oziroma službami, pač tako. Drugače pa sem si želela teči hitro, ampak ne pa zdaj, pač če ne bo, pa ne bo, nisem tako, da bi se neki noro fokusirala sam na to. Sem pa, mislim, v bistvu sem prosila moža, če gre z mano teč, da mi malo vodo podaja čisto po pravici in je šel in je tekel z mano do konca. Tako da, bravo, Primož. Ne, sem pa, ja, sem si pa želela teči pač en maraton malo hitrejši in sem zato tudi trenirala. Trener Tine Lavrenčič mi je spisal treninge, ki so šli po planu in potem je šel tudi maraton po planu, tako da je bilo ful fino. Ful priporočam. In zdaj sem se prijavila kar že za Valencijo za drugo leto, kam je tako fajn maraton. Ja, Valencija ima tak naval, da bodo zdaj uvedli žreb, ampak najprej so Ja, ponudili preliminarno okence, 4-dnevno vam, ki ste bili letos, da lahko se zagrebete. Ja, tako. preko vrste, skoraj dvomim, da bo kakšen mesto še ostalo za te stale reveže, ki tam niso bili, pa čakajo zdaj na žreb, ker če vam je bilo 30 000 jim ponujeno tole, pa sem govoril kar z nekaj od teh, so bili letos, tam mislim, da je bilo 51 Slovencev, pa skoraj ga ni, ki ne bi tega izkoristil, no, tako da um, Ja. očitno je vredno, zdaj Valencija te je navdušila že prej, že lani, zakaj si šla še enkrat? Ja, v bistvu že lani, mislim, nam je bilo ful fajn, pa jaz sem bolj tak topli človek, mislim pač bolj bežim proti nekim toplim krajem celo zimo, tako da mi je bilo ful fajn iti decembra mal na toplejš, tako da si mal podaljšaš to, evo, v tej megli. In pa smo se v bistvu avtomatsko kar vsi prijavili, oziroma sem nas jaz vse prijavila, med drugim tudi svojega moža prsila, da se je prijavil. Pa sem rekla, ajde, plačam vsem še riziko odpovedi, pa če slučajno se nam ne bo dal, pač ne bomo šli. In pol seveda se nam je dal, oziroma moj mož, ki se tlele v zadnji smeji, ni imel izbire, tako da je mogel tudi on zraven. Um, Toplo si rekla, da imaš rada toplo, nekateri so mi mal kar pojamrali, da je bilo pač sredo poldneva, potem že kar mal mogoče pretoplo za tek, tvoja ocena? Ja, ne, mislim, sigurno je bilo, ampak bila sem letos tudi v Berlinu, kjer smo imeli v enem momentu nekih 30 stopinj, tako da napram temu je bilo tole ful hladno. Mi pa drugače, mislim, bolj mi ustreza, evo, tako za maraton, sigurno, če bi bilo po 20 stopinj, sam pač na to ne moreš vplivati, tako da je bilo to v bistvu čisto v redu. Veter, poznate veter tam v Valenciji, letos ste imeli kaj težav s tem? Po moje ne, jaz se ne spomnim, tako da po moje nismo imeli. Proga, kar se jaz spomnim, je Je ravna, čist ravno, ja, tako. kavasar vaga. Imaš mar klančkov eno, ampak kaj česa se najbolj spomniš recimo z letošnjega maratona? V bistvu ene fulgormodne stvari in sicer ene 300 ali 400 metrov pred ciljem, ker sva glih malo pospešila, je bil na tleh en gospod, po moje star, pač moje starosti, neki tazga, mogoče pač mal čez 30, ki so ga reanimirali, uživljali, masirali srce. Tako da to je bilo tik preden sva prišla v cilj in to je bilo, v bistvu to sem si najbolj zapomnila, mislim, tako še kar grozen. Ampak ne, drugače pa v bistvu vse je bilo, cela proga je bila čudovita, no tako. Tista modra Razen tega. preproga je še na koncu. Še je modra preproga na koncu in še je ti za zadnji kilometer, tako malo navzdol tečeš, tako da fajn leti zadnji kilometer. Mislim, ja, res noro. Dajva o tem tvojem 3:05, šel sem pogledat, malo statistike, ki so jih drugih objavljali, kam sodiš, ja, v slovenskem maratonu zdaj s tem časom,
pa sem šel preštet. Liza Šajn, mimogrede, je odlično tekla, Slovenka, ki je Ja. šla po dolgih letih spet po 2 uri in pol noro. Upam, da govorimo o bodoči novi slovenski državni rekorderki. Še nekaj deklet je šlo čez leto, tudi po 3 urami, potem pa počasi že pridemo do tebe in mislim, da si ravno na 10. mestu po letošnjih rezultatih slovenskih maratonk, kar je, jaz rekel, izjemen rezultat. Dajva tako reči, če gledam bostonske kvalifikacijske norme, ker ženskam pridajo pol ure na moške norme, se pravi, moški, ki teče 3, je ekvivalenten po njihovem za žensko, ki teče 3,5. Se pravi, če bi tvoj rezultat vzela, bi rekla, ženska, ki teče 3,05, je ekvivalentna moškemu, ki teče 2 uri 35. Ne? Sloveniji nekaj takih detcev je, ampak jih ni veliko. Izjemen rezultat. Se pravi, in je bil načrtovan, je bil malo hitrejši, počasnejši, si se spogledovala s 3 urami. Kakšen je bil plan, ki ste ga naredila z cenjenim Tinetom Lavrenčičem? No, okay. Toliko se nisem ukvarjala, kje je kdo tekel čist po pravici, tako da za te statistike hvala. Ne, drugače pa, jaz sem rekla, da si želim pod 3 ure 13. Tudi možno sem rekla, evo, Primož 4:35 morava teči, poleg malo rekel, da se počuti nategnega, ker nisva več pri 4:35, na koncu bila pri 4:30, pa 4:25, pa pač šla še hitrejše od tega. Ampak ne, tako da na to sva pač ciljala s Tinetom, on mi pač itak prilagodi temu, kolikor imam jaz službe, pa vsega tega zraven, pač sej ne veš, kako bo šlo, pa koliko boš zmogel v tistem momentu. Pol pa je šlo, sem že na treningih malo hitreje tekla, zgleda, kakor je predvideval, in pol v bistvu, ko sva se slišala pred Valencijo, koliko naj tečem, je pač rekel, koliko naj tečem, in sem toliko tekla in je šlo. Tako. Pač, ampak enkrat se poklopi, enkrat se pa ne, enkrat te pa zakisli že pri 10, pa so vse prav naredil, sej pač. Pa kakor imaš sreče, ne vem. Tako. Bom poklical Lavrenčiča, pa bom rekel, Lavrenčič, Priporočam. Ja, reci mi, laufe 4:15 in jaz bom delal tako, kar boš rekel. Sicer ne vem, koliko časa bom zdržal, ampak... Ja, ne, če tako rečem, moraš tako teči, ni druge. Kaj si najprej naredila, potem, ko si prišla v cilj, no, recimo, ja. Ja, uro sem pogledala, koliko sva šla. Pa sem pa Primoža objela, pa sem se mu zahvala. Pa sem pa pol litra vode spila, evo, to je bilo pa to. Tako. Tako, evo, pa je pa počasi že trener pisal kakšen SMS, pa ti Ja, čestital. tako. Ja. Ma, vse Pa vem, sem te pa žavila. poznam te trenerje. Si bila, mislim, vesela, navdušena, vendarle. Ja, ne, ful sem bila Ja. vesela, pa ful navdušena, ker jaz sem vseeno mislila, da bom šla, pač sem vedela, da bo šlo hitro, če bo vse ok, če me ne bo kaj zakislila ali pa prebava ali pa karkoli, ampak nisem pač izvedela, nisem mi pač sanjala, da bova šla tako hitro, no, saj to tudi se Primožu, so v bistvu pol šele bolj, ker sem bila v cilju, začela računati, koliko bo vse skupino tako. Nisem pa računala niti, ne vem, pod 3 ure pa sploh razmišljala, nisem o tem, kaj itak se mi je to zdelo čisto nedosegljivo in zelo daleč, tako da. Mislim, ja, pravijo, strokovnjaki pravijo, tako da je 3:05 pa 2:59, da so to 2 vesolji, ampak vseeno, ko človek enkrat reče 3:0 pa neki, ne, sigurno nekaj v njem začne govoriti, ali pa še kdo odzuni, mogoče trener. No, Ana Barbara, naslednji tvoj 10. maraton, bi pa lahko mogoče še malo pritisnila, sicer je kmala, ne, čez 2 meseca, to je mogoče prezgodaj, pa vseeno, povej mi, no, te pomisleki, razmisleki, ideje, ja? Ne, jaz sem drugače takoj začela to razmišljati, pa sem že začela spraševati, koliko časa misliš, da rabim sam lih to, pač se mi zdi, da je tako med 3:10 pa 3:05, se mi zdi ful manjša razlika, kakor med 3:05 pa 3:0, to se mi zdi tako, pač res huge, tako da bomo počakali, pa ko pride samo od sebe, če pride, tako, nič silt. Ja, lepo si to povedala, izjemno, mislim, to je, se poznaš to pravilo 80-20 oziroma 90-10 oziroma 99-1 in tako naprej, ko rabiš za vse tiste male procentke, zdaj praktično toliko napora, kot si ga rabila, da si prišla do sem, ampak potencial imaš, mlada si, zakaj pa ne, maratoni so še pred tabo, no, pardon, ampak greva zdaj Ane Barbare 2025 Valencije, še nazaj, ko je začela teči, oziroma kdaj je začela teči, kdaj si se pač s tem žlahtim športom spoznala na en način zares?
V bistvu od majhnega sem skozi nekaj trenirala, zato sem svojim staršem zelo hvaležna, ker so me v bistvu, oziroma vse nas tri, imam še brata pa sestro, pa smo bili v bistvu vsi od majhnega ful vključeni v šport. Jaz sem gimnastiko kar resno trenirala, Mhm. pa sem se na koncu osnovne šole, sem imela neke take kronične poškodbe že. Pa sem pa šla v atletiko, kjer sem skakala s palco in ful nisem marala teč, tako grozen mi je bilo to, pač tako res, ko smo mogli kakšne kroge, ki je na štadionu, pa te, ki smo s palco skakali, res nismo veliko tekali, ampak še tisti, ki si mogel, je bilo grozen. So nas pa v bistvu vse bivše gimnastičarke, ki smo šle v atletiko, dali avtomatsko kao naskok s palco, pa sem pa nekaj tako, nek tekvando vmes trenirala, pa nekaj tako, ampak to je bilo vse pol nič kaj resnega, bolj čisto rekreativno. Sem imela pa eno prijateljico iz Kamnika, ki je pa v bistvu tekla dost. Prvo je začela z nekimi krajšimi razdaljami, na koncu je pa pol že bolj proti Jurja in pol imela ona skozi za vikende neke te kao teke in sem jaz hodila malo z njo pol teč in takrat mi je pol tako, da mi je fajn ratal, ker sva bolj kaj ne, sva se pogovarjale pa klepetale, kakor da bi tekle. Pol pa na faksu sem v bistvu med faksom v enem fitnessu delala, tako da sem bolj v fitness hodila, kakor kaj tekla. Pol pa ne vem, že v bistvu proti koncu faksa sem spet malo več, pol pa spet malo manj, ampak tako skozi sem bila pa sposobna, nisem sposobna, pač sem lahko šla teč 10 kilometrov, pa sem jih pretekla, brez da bi meni nekaj uštihnili zraven. Pol sem pa med korono začela tako več teč, pa daljše razdalje in pol sem se prijavila na prvi maraton, Ljubljanski maraton. In se mi je mal poklopil, sem imela ful srečo, da me ni zakislil, ker sem šla čist brez glave, brez gelov, brez česarkoli in sem imela več sreče kot pameti, da sem imela ful dobro izkušnjo, čistko po pravici. In pol sem pa rekla, da si želim hitreje teči, nič kaj tako, in pol sem v bistvu prek ene kolegice prišla v en triatlonski klub, 3K, in pol sem me tam okužila še s triatlonom, tako, ja. Ni bilo In tako pol sem, težko najbrž. tako, ja. Pol sem pa začela tako, da sem bolj strukturirano začela teči, da nisem, ker prej sem jaz kar tako malo po svoje, ker ne vem, pač ene par dolgih tekov, nobenih intervalov, niti nič, pač to, ko sem imela časa, brez priprav, ja, si sem rekla, brez gelov, brez tako, po sem videla, da to ne bo tako šlo, tako da po se je malo bolj organizirano pa strukturirano vse začelo. Mislim, kako lepo. Moram eno stvar te vprašati. Imela si skok s palco, to je meni tak strah od spoštovanja, velik strah od spoštovanja do tega športa, ne samo, da moraš biti močen, koordiniran, mislim, kaj se ti lahko vse tam naredi. Kaj je tvoj rekord v skoku s palco? Moj rekord skok s palco je 3,60 m, kar ni nek pač tako, ampak za tiste pionirske čase je čisto v redu. Ampak nisem pa, pač verjetno, če bi dlje trenirala, bi kam dlje prelezla, ampak nisem imela več takrat glih glave, da bi tako. Pač vse sem bila v srednji šoli, pa se mi je vse drugo pletalo bolj po glavi, kot to, da bi kaj resno trenirala. No, tako. Tako, no, za nekoga, ki je prej gimnastiko treniral, v bistvu ful enostavno iti na skok s palco, ker ni te strah višine, neki eksplozivnosti imaš, pač v prostoru se znajdeš, gibčen si. Tako da v bistvu ti je sama ta tehnika skoka s palco, ko prideš iz gimnastike, ful enostavna, pač znajdeš se, padati znaš, v bistvu vse to. Tako da v bistvu je še kar dolgočasen šport, ko prideš iz gimnastike, ko greš sam s palco skakati, no tako. Ti kdaj tekovala, najprej si s Tino Šutej, si jo spoznala mogoče? Ja, ona je bila malo starejša od mene, tako da ona je bila že takrat zelo dobra, no, ko sem jaz začela trenirati, pa je pa v bistvu dosti hitro šla v Ameriko, mislim, da študirati ali tako, tako da pa sem še nekaj časa trenirala pa tekmovala, ampak pa jaz je prava, v srednji šoli sem pa jaz to že zaključila, tako da. Pa kdaj še spremljaš mogoče kakšno atletsko tekmovanje, skok s Ja. palco? Ja? Zelo rada, mislim tako, pač vso atletiko nasploh, tako. Aha, se pravi, Diamantne lige pa to. letošnje svetovne prvenstvo si pol imela preklopljen in si gledala. Ni glih, da tako skozi, ker tega časa glih nimam, no, da bi imela pregam, pa da bi se to rolala, ampak tako zmer pa kaj pogledava za nazaj, no, tako, take, ki so zanimive stvari, tako. Ti kaj ostal v spominu, mogoče imaš kakšno tekmovanje, ki ti je res ostalo, pa tako pa te res navdušilo, ne vem, mogoče v letošnjem letu? V bistvu me je mislim tako, da sem bila prav vesela, pač mi je triatlonsko, zdajle, ko je bilo svetovno prvenstvo v Marbella, ko sva spremljala z možem že prej, ko je bila cela distanca pač Ironmana, pa je bil pač tisti nesrečni dogodek z Lucy Charles, ki mi je tako taka carica, no, in pol pač le v Marbella je zmagala in
sem bila prav vesela, se ne da bi tako neki ful vplivali name te dogodki ali nekaj, ampak tako, no, takrat sem bila pa vesela, evo, tako da to mi je ostalo v spominu. Izjemno. Triatlon, torej, triatlon. Ok, rekla si, ko začela s triatlonom, se vrnila po triatlonu, tale laufarija. Imaš malo talenta, ali kaj? Vendarle, če 10 kot tečeš, tako brez težav, pa kljub temu, da priješ z gimnastike, ti je kdo rekel, Ana Barbara, vse neki pa imaš teh ta dolgih vlaken, ki se znajo odzivati na tole, ali nisi nikoli se podvrgla kakšnemu strokovnemu očesu? Ne, to se glih mislim, nisem se nikoli s tem čistko ukvarjala. Ne vem, če bi rekla, lih talent, da ima. Meni se zdi, da vsaka bi tako tekel, kaj jaz tečem, da bi tako tekel, kaj jaz tečem, čisto po Oh, pravici. Ampak ne tako. vem, ja, tako. No, koliko pa teče Ana Barbara v sezoni? V 2025 reče, koliko kilometrov si naredila treningov in tako naprej? Tako se mi zdi, da letos presenetljivo malo, mislim, ni to malo, ampak nekih 2000 km sem odtekla, pač poleg še prekolesarjenih pa vsega. Ampak tako se mi zdi, da glede na to, koliko sem natrenirala, koliko sem napredovala v letošnjem letu, je še kar nizka kilometrina. No, tako. Pač vidi se, da je strukturiran, da to ni kar neki pač čez po svoje, ampak pač imam vseeno dost malo časa, tako da tisto, ki ga imam, ga pol res še kar dobro izkoristim in pol pač se zgleda nalaga, mislim, dela to, ta sistem, no, tako. No, evo, v Valenciji mislim, da je bil 6. ali 7. absolutno olimpijski prvak v triatlonu. Aleks Ja, je 2:06, mislim, noro, ja, ne? no. Res noro, vsi to gledamo, pa si rečemo, človek ne samo, da je izjemen triatlonec, je tudi izjemen tekač, vse. Se ti zdi mogoče iz svojih izkušenj, da če treniraš več disciplin, kot ti, kolesarjenje pa tek, sta nekako komplementarna, itek, morda tudi celo plavanje za vse skupaj, da potem lažje tečeš oziroma da ne Ja, rabiš toliko teč, a ne tako. ja, mislim, siguren ti pač neko bazo da, to tudi nam Tine skozi pač pravi čistko, sploh s tem kolesom, a ne, da ne rabiš vsem toliko nekih ful dolgih kilometrin na teku nabirati, pa se mi zdi, da se pol tudi malo bolj poškodbam izogneš, sploh tako, ker zdaj, če bi tekla 7-krat na teden, pač sigurno bi imela več nekih poškodb pa tega. To plavanje je tudi fajn, da se tako malo razmigaš vsake tok, pa raztegneš, tako da se mi zdi, da se fajn dopolnjuje, no, pa ja, ko te nekaj začne boleti, greš pol malo na drugo disciplino, pol te, ne vem, malo rama začne, pa greš malo na kolo, pa te tam nekaj začne, pa greš malo teč, pa malo tako kolobaraš, pa lahko več narediš, pa se tako s nekaj premikaš, pa si v gibanju, pa manj te boli, tako. Mislim, nisi prva, ki je to rekla, ena, očitno, ja, ta Dela. cross trening, ja, ta cross trening Ja. je, spoštovani, morda recept za vse nas, ki smo vedno bolj stari, pa bolj poškodovani, da bomo lažje pač držali do starih let v gibanju. Jaz se spomnim, ko sem bral knjige o triatlonu, po Ironmanu, tam v 80-ih se je to začelo cveteti, pa se razvijati. Kdo je to naprej porival? Tisti ljudje, ki so bili že tako, bom rekel, high achieveri, pa so bili ponad zdravniki, no. A ne? In sem pa na te pomislil, pač zelo tipična triatlonka si, a ne? Imaš zahtevno službo, že študij bil zahteven, zraven še 3 discipline trenirati, tako rekoč. Je bilo, to me zanima, ne, tvoji generaciji, tvojimi sošolci ali pa nasploh na faksu, pa potem specializaciji. Tako veliko pač bodočih zdravnikov, mladih zdravnikov, ki so tudi se ukvarjali recimo s športom. V bistvu veliko manj, kot bi pričakovala, glede na to, koliko se, ampak tako se mi zdi, da smo zdravniki seveda nasploh zelo dobri v kurativi in ne v preventivi čistko. Pač se tudi ja, medicina večinoma na tem temelji, pa tudi glede na to, da se z zdravjem ukvarjamo, se mi zdi, da nasploh drugače zdravniki zelo nezdravo živijo čistko. Pa saj so pol neki organizirani te zdravniški teki, pa ne vem, MF, da za vstopnino na Ljubljanski maraton, pa to, ampak tako se mi zdi, da nasploh med sošolci je bilo pa zelo malo ljudi, ki bi se toliko gibali, no, čistko, pa tudi, mislim, ja, v bistvu se mi zdi, da se nas premalo toliko giba, no. Saj pač smo ekstremisti, tako pač to ni. Pa saj imam tudi iz zdravniških krogov ogromno enih kolegov, ki se toliko gibajo, ampak tako, nasploh pa se mi zdi, da se vseeno premalo. Tako. Hočeš reči, da se nič bolj ne kot splošna populacija? Ja. Tako nekako. Tako je.
No, ja, saj sem se pogovarjal z zdravniki, pa tudi s populacijo nasploh, pa s tistimi, ki se ukvarjajo s prehrano, pa z rehabilitacijo in tako naprej. In pravijo večkrat, da morda na medicinski fakulteti kdaj umanjka, ja, kakšen Ja. predmet, ravno to, kar si rekla, mal Mm. preventivni, ki bi dopolnil vso to pač zdravljenje vseh teh bolezni in tako naprej. No, si ti potem čistko iz lastnega mogoče, radovednosti podučila o tem, ali pač strokovnjake. Danes sem videl namreč, da si pošerala, ne vem, doktorja Bedrača, pa Ja. njegov pač Objavil. debankanje tega, da je pač cuker, recimo hidrati slabi za hujšanje in tako naprej. No, se pravi, te zanima tudi zaradi tvojega športa ali zaradi tvojega poklica, morda tudi to področje. Ja, mislim, zdaj prav pri moji specializaciji dotično, sploh v oftalmologiji, je tako, kar se tiče prehrane, gibanja, pa tega tako zelo malo, ki so zelo, zelo redko, da se s tem ukvarjamo, no, tako da to bolj pač iz lastnih vzgibkov, pač iz športa, pač nasploh neke dolgoživosti pa tega, bolj tako pa, ja, zdravja nasploh, no, ne da bi bilo tako povezan z mojim delom ali pa karkoli. Kako se študentka medicine odloči za specializacijo oftalmologije? Dobro vprašanje. V bistvu tako jaz do sredine faksa nisem čisto vedela sploh, kaj dela točno oftalmolog, čisto po pravici. Jaz sem mislila, da oftalmolog samo očala piše, groza. Pol sem pa izmed vseh nekih študentskih služb, ki sem jih delala, sem rekla, da zdaj bi pa počasi bil čas, da začnem delati nekaj v zvezi z medicino. Drugače sem bila do takrat bolj prepričana, da bom pediater, pa sem nekaj celo volontirala na hemato-onkološkem oddelku na pediatriji, pa na intenzivnem, na pač oddelku za intenzivno terapijo otrok. Pol pa sem ja iskala neko službo v zvezi z medicino in sem začela delati v kirurškem sanatoriju v Rožni dolini, pa v enem očesni kirurški center tle v centru Ljubljane. In pa sem v bistvu takrat videla, da mi je pa kirurgija tako malo bolj všeč in tam sem se pa v bistvu prvič tako z malo bolj resno oftalmologijo sploh spoznala in mi je ful všeč ratalo čisto tako da čisto po naključju, v bistvu ob iskanju neke študentske službe. Pol pa se v bistvu sem se takrat pa še vedno odločala, tako oftalma se mi je zdela ful fajn, ko vseeno imaš možnost delati z starejšimi, z mlajšimi, lahko delaš kirurgijo, lahko čisto ambulanto, tako ful imaš še enih opcij, ampak vseeno, pa ne vem, se mi je res to pediatrija tako zelo veselila, pač videla sem, da rajš delam z zelo mlajšimi, kakor veliko starejšimi, no, čisto tako. Pol sem pa v bistvu tudi tam spoznala svojo mentorico, še zdajšnjo mentorico, profesor Manco Tekavčič. Jaz tudi rečem dostikrat, da je moja življenjska mentorica, čisto tako. In ona pa v bistvu je otroški oftalmolog in je tudi v tem privat centru delala ambulanto in pol se mi je to zdelo kar carsko in sem se odločila, da hočem biti oftalmolog in to oftalmolog za otroke. In pol sem to postala, tako da, ja. Jaz sem 3 otroke, vse 3 vozim k oftalmologu že dolga leta. Ja, zdaj še sebe, pol pa mi je rekla doktorica po nekaj letih, pa se še mati pel in tako naprej, pa ženo, pa je pa rekla doktorica, no, Roblek, počasi bomo pa tudi vas dali na stol, no, in sem šel in so rekla, no, zato imate pa roko takole, ko gledate s telefona in sem tudi sam fasal zdaj učala, tako da imam veliko pravka s temi zdravniki. Mislim, ali je diagnostika boljša, oziroma je presejalnih testov več, oziroma sej danes, če ne vidiš, te hitro pohopajo, se mi zdi, pa te dajo v sistem, pa ti zrihtajo in škiljenje in vse vrste dioptrij in tako naprej. Dela najbrž po tvojih izkušnjah, no, v populaciji, pa z otroki, če so že pri tem, je več pojavnosti, ne, miopije, pa raznih drugih, bom rekel, zadev, diagnoz z očmi, kot jih je morda bilo, pa jih je bilo kdaj statistično v knjigah zapisanih, je zdaj več, mogoče posledica, ne vem, tudi naprav in vsega skupaj. Ja, zdaj tako v bistvu pri zdravi populaciji otrok, a ne, je sigurno kratkovidnost, res prav govorimo o epidemiji kratkovidnosti, a ne, je zelo v porastu. Zdaj, tle, kjer pač jaz delam pa na očesni kliniki v Ljubljani, kjer pa v bistvu imamo ambulanto za rizične otroke in v bistvu tle pa gledamo bolj sam bolne otroke, se pravi neki otroci, ki imajo še neko sistemsko bolezen pridruženo, ali pa neke take očesne bolezni, ki res rabijo neko intenzivno zdravljenje ali pa neke operacije. Tako da zdravi otroci, ki rabijo samo očala,
se vodijo v bistvu bolj na periferiji, pač tle pa take neke bolj kompleksne in tudi teh bolj kompleksnih je pač seveda vedno več, ker vedno bolj bolni otroci preživijo, vedno več stvari se da zdraviti. Tudi ne vem, že če gledamo neke nedonošene otroke, pač vsako leto je boljše preživetje mlajših otrok, no, tako da v bistvu je tudi zaradi tega itak diagnostika je boljša, pač več stvari najdemo, več stvari se da zdraviti in pa tudi pač preživetje bolj bolnih otrok je vedno boljše, tako da, ja. Ampak tudi pri zdravih pa seveda kratkovidnost in čim več stran od telefonov, no, tako. Vse to sem te hodil vprašati, kaj jaz pač svojih otrok ne morem prepričati, ne, posebej, kar imajo očala, da bi opuščali. Pač zdaj ekrane sem pogosto, no, se jih vlečemo proč, ampak se kupajte saj ven, gledajte v daljavo, no, jaz sem enkrat slišal na svet, sem tudi velik za računalnikom, recimo, ne, gledaš pol ure v ekran, pa za 3 minute poglej v hribe, ven čez okno na njivo in tako naprej, da malo oči spočiješ in tako naprej. So kakšne take vaje najbrž dobrodošle, da si lahko odložimo kakšno stanje, ki nas bo slej ko prej vse prizadelo. Ja, sploh, mislim, pri otrocih sploh je to zelo pomembno, no, da je res tega prav bližinskega, prav te telefoni nas najbolj motijo, no, zdaj že tablice so boljše, že televizije so boljše, če so nujne, ampak vsi ekrani nasploh, predvsem pa majhni ekrani, kot je telefon, pač. Branje pa vse to itak spodbujamo, ampak prav te majhne ekrane pa pač, kakor jih le lahko se da stran. Sam itak zdaj že v šolah tudi toliko dela na tablicah, pa na vsem, tako da včasih itak to ni izvedljivo, ampak kakor se le da dodatno, pa pač ne, moji otroci čim več zunaj in gledajo čim bolj nadaljavo. Tako. Itak nam bojo zdaj naredili ta očala, kjer bo gor že vse integrirano, ekrančki pa to, do konca bojo na mrežnice noter dali že vse projekcije in boš samo še razmišljal, pa ti bo vse preletel, mislim, noro. Sprejel imaš kaj tehnologijo tudi na tem področju, ne vem. Pa malo jo, mislim, ampak me ne navdušuje to, no, čisto. Kdaj so pa tebi, ne vem, odkrili dioptrijo, recimo? Aha, v bistvu pri gimnastiki, ko sem bila v osnovni šoli, ko so kar naenkrat nisem videla več koze na koncu preskoka, pa sem kar tako malo na pamet in v bistvu sem enkrat jo falila in sem si trtico zlomila, čisto v pravici. Tako je bilo, tako sem prvič dobila očala, ja. Na zlomu trtice, pri rehabilitaciji zloma trtice so ji daljše očala. Tako nekako. Se ti dioptrija poslabšuje, ostaja ista, kaj delaš na tem? Stalna in tudi ponavadi je pol pri odraslih ljudeh, če ni zdaj nekih dodatnih očesnih bolezni, pol dioptrija kar stalna, no, tako. Tečeš brez očal, ja. Imam ena tekaška očala, tako da če na hitro po službi grem laufat, dam pol sem tista tekaška očala dol, ampak tako za neke daljše razdalje, pa za maratone, pa za te stvari imam pa vedno lečeno. Mislim, lepo povedano, ali si kot oftalmologinja bolj verodostojna, ker imaš tudi očala? Ne vem, mogoče bolj resna zgledam, pa tako malo starejša, zato ker mi ogromno enih ljudi reče, vi ste že zdravnica, pa si mislim, ja, že kar nekaj časa, ampak okej, tako mogoče malo bolj resen zgledaš. Če boš kdaj predavala, so te kdaj že povabili kakšno predavanje, kje se tudi s tem kaj baviš? Ja, kakor, mislim, pač vse imamo ogromno teh nekih oftalmoloških kongresov pa tega, tako da tam običajno pol kar predstavljamo področja, ki jih delamo, pa v bistvu mislim, nasploh se spodbuja, da gremo tudi čim več ven, pa pač zunaj predstavljamo neke svoje primere ali pa kakorkoli, tako da ja, ker hodimo predavati pač, kakor se le da, tako. Nastopanje ti ni težko, to ti je... Ne, grozen mi je. To mi je pa grozen, to sem pa čisto anksiozna. Čeprav verjetno ponavadi ne delujem tako, ampak bi mogla kakšen heleks vzeti pred predavanjem, tako no. Pred maratoni pa imaš tudi kaj treme, tako spoštovanje? Ne, tam niti ne, mislim, ja, pač neko tako spoštovanje, ja, pa pač me malo skrbi, a me bo kje zakislila ali ne, čistko, ampak tako no, tako pozitivno se mi zdi, no. Ko si se prijavila, pa šla na štart svojega prvega maratona, te pa sploh ne veš, kaj te čaka, sicer si prej rekla, da izkušnja je bila lepa, super je šlo, ampak na štartu so pa delali živčki, takrat si dvomila mogoče, kaj pa če ne bo šlo, kaj pa... Ja, drugače mislim, da tistega sem bila po moje tako še najbolj živčna,
ker sem se tako sploh, mislim, sem se bolj sprašvala, ali to sploh pretekla ali ne bom. Čeprav sem že prej naredila kar par dolgih, pa so mi vsi govorili, pa se, če si, ne vem, 35 pretekla, boš pa tudi še ta maraton, pa sem lahko, ok, vihar, ker meni se zdi še kar dolga pol čist do cilja. Pa tako v bistvu, ker nisem čist, preprav nisem vedela, kaj pričakovati, ampak tudi ne vem, pol po 20, ko vsi ti govorijo, ja, po 20 si šele na začetku, pa sem bila jaz na 20, pa sem si mislila, ok, se dobro počutim sam, jaz nisem kakor, da bi bila čist na začetku, ampak ja, pač je bilo pol v redu, no, sam boljš, da nisem vedela, kaj pričakovati pred ta prvim, no, tako. Kaj se spomniš z tega ljubljanskega maratona najbolj, no, recimo? V bistvu, šle sva z eno kolegico, mojo zelo dobro prijateljico, ki veliko tečeva skupaj, in ona je bila takrat glih slučajno, v bistvu sem jo malo nasrala, tako 2 meseca pred maratonom, da gre z mano, čeprav in ona ni se sploh pripravljala do takrat za to, da bo šla na celega, pa pač je prej bolj tako neke 10 pa 21 tekla, pa pol je nekako podlegla, da gre z mano. In je bila v bistvu glih malenkost na slabšem, kakor jaz takrat, pač ni se glih čist tako dobro počutila in pol me v bistvu ful bremzala, prvih 21, mislim ful bremzala, pač šle sva glih toliko počasnejš, da je pol se meni poklopil, pa da sem bila super, ker če bi jaz po svoje štartala, bi tak zaglavila totalno in bi poreten me zmanjkali po 15 kilometrih, tako da hvala ti dala za to lepo izkušnjo, pač brez tebe sigurno ne bi tekla naprej tako. Tako da v bistvu sem si to najbolj zapomnila, pa zmeraj si rečem, evo, res to dela, da moraš ta prvih 21 se pač malo bremzati, ker pol gre v redu, če ne, ne gre. No, spet še en recept si povedala za tiste, ki Ja. hoče na prvi maraton v letu 26. Tako. Prihaja novo leto, čez novoletnih zaobljub. Kaj je lepa novoletna zaobljuba, da boste pretekli maraton? Ja, Tako. vse vam je pol lahko žal, da je 11 mesecev pa pol, ampak sploh ni važno, ne? Ne bo, nobenemu ne bo žal. Seveda ne, mislim, maraton, ko si pretekla v cilj, je nekaj posebnega. Maraton je neka tak poseben dosežek, 1%, ne vem, vseh ljudi bo kadarkoli, mislim, da pretekel maraton nekaj tasga. In to je res redkost, ne? Med splošno populacijo, da pretečeš maraton, tudi sam tebi se je nebrž zdelo, da si dosegla nekaj posebnega. Ja, najbolj carski občutek, tako da zato se pol spet prijaviš takoj. In pa si se prijavila takoj na Takoj. kaj? Ja, pa sem se v bistvu prijavila, pol je bilo tisto, ko sem rekla, ok, zdaj si pa želim malo hitreje teči, pa sem šla pol v ta klub. Pa sem se v bistvu prijavila spet na Ljubljanskega, ampak pol je pa v vmesnem času, glih sem bila na enem dopustu in je en kolega, Mitch Sawyer, bil v bistvu je bil prijavljen na newyorški maraton in pol zaradi enih posebnih zadev ni mogel iti in pol so iskali, pač, če bi šel kdo namesto njega. In pa sem jaz v bistvu imela pa glih blokiran New York en teden pred tem z 2 kolegicama, pa sem se rekla, ok, da bom jaz nastala še en teden, pa grem jaz na newyorški maraton. Sam v službi še za dopust vprašam. In pol v bistvu sem šla na newyorškega takrat celega namesto na ljubljanskega celega, pa sem pol šla v Ljubljani sam pol, pa pol čez 14 dni na newyorški cel. Tako da pa sem pa začela s temi majorsi gasrat, no, tako. Zdaj, Mitch Sawyer, a te je Mitch Sawyer okužil, ti je razložil, kaj počne, pa zakaj počne to? Tam se je začel pol s temi, ja, drugače ja, tako. Je rekel, da če narediš pač New York, moraš pa narediti še 5 ostalih in ti si rekla, kar si rekel, Ja. si rekel, kaj. Tako nekako, pač pol je bilo tam v bistvu ogromen ljudi, mislim, ogromen, še ena prijateljica sotekačica Anja, ki je tudi rekla, ok, jaz bom tudi zbirala te in pol pač se je kar začel, da smo se začeli prijavljati na vse možne loterije in ne loterije in pos pa noter, pa ki si enega pretekel, pa itak pečenka, ker ne moreš sam pa enem ustati, tako. Ampak je kar težko, mislim, skozi težje je, no, se vsako leto težje je zdaj prideti na, ne vem, New York, na Boston, ne, ker rabaš kvalifikacijo, recimo, ali pa agencijo, že Chicago, ki bo najlažji, recimo, ali pa Berlin, nista več tako lahko dostopna. Mislim, kako si ti prišla potem na naslednjega? Kjer je bil tvoj naslednji potem? Pol naslednji moj je bil London. Seveda nisem dobila loterije, ki je pač hitreje šle na loto za danes, kakor da tisto loterijo dobiš. Tako da pol London sem si plačala z agencijo. Pa je bil tudi res carski, zato ker moj brat živi v Londonu in je bilo pol že zaradi tega malo bolj poseben. Pa lih takrat je slučajno šlo ful enih mojih prijateljev v London in po moje tako 10
10 ljudi navija za me v Londonu, kar je tako še kar mehna verjetnost, da se ti nekaj takega zgodi. Tako da je bilo res dobro. Pol sem šla pa v Chicago, ker sem imela normo, potem pa za Chicagom naslednji let sem šla pa, čakaj, Pariz, sem šla, tako da tisto ni bilo, pa pol še enega tisto tudi ni bilo, pol je bil pa že Boston pa Berlin, tako. Boston sem tudi imela čas, Berlin pa takrat nisem imela časa, tako da sem si tudi plačala z agencijo. Zdaj, zdaj jih imaš 5 za sabo, no, bo Tokio obdelala. Če tako jih daš, ok, New York si zapomniš, ampak ok, po tvojih besedah povej. Vse sorte so mi že govorili, Marathon Majors, lovci, tule pa kakšen me presenetil, ko je povedal za kakšnega, da mu je res všeč, da me pa zanima res tvoja izkušnja, no, po teh 5, kateri te je navdušil, kateri te morda ni toliko navdušil, zakaj in tako naprej. Ja, pač New York mi je bil itak noro všeč, mislim, kaj je taka, to je pač žur celih 42 kilometrov, tako da, pa v New Yorku sem jaz srečala Ashtona Kutcherja, točno. Pa to Imam ne boš- sliko z njim, ja. Mislim, Tako da, to je boljše kot Bitcoin, to zdaj ti spravi v Tako. sef, to bo enkrat vreden še bajne denarja, Ja. res. tako da od takrat vse maratone tečem z mobitelom za vsak slučaj, ker nikoli ne veš, koga boš srečal. In noben mi ne bi verjel, da sem z njim tekla, če ne bi imela slik. Tako. In to si ga srečala med tekom ali kako na progi? Čist na začetku proge. Tako po 5 kilometrih. V bistvu ga je ta kolegica Anja, ki sem jo prej omenila, pač ona ga je uočila. Tako da ja, ful Mislim, carsko. ja, gledam fotke, kdaj teh estradnikov, ki tečejo, pa marsikakšen si sploh ni podoben, ne posebej polne, ki je že malo zmatran, pa prešvican, pa tako brez Ja. make-upa. Ne, on je bil po 5 kilometrih, tako da si bil še fejst podoben, pa še celo na številki mu je pisal Ashton, sam jaz, če bi sama mem tekla, jaz ga ne bi opazila čistko. Tako da ja. Se še kdo drug potem z njim slikal, ko sta se vidve recimo tam hotle? A veš, da to ne vem, ampak zdiher je še kdo drug pol opazil čistko. Tako da New York mi je bil je bil tako res dober, sam jaz ne vem, jaz imam nekako tako smolo, da zaciljam neke noro vroče maratone, mi smo imeli v New Yorku nekih 27-28 stopinj, tako da je bilo kar proba za preživetje, no, čistko. Ali bil Queensboro Bridge najhujši, kaj je bilo tam najhujši, povej mi. Sploh ne vem, v bistvu New York je bil en taka moja šola čistko, ker pač pri prvem se mi je vse super išlo, pol pri ta drugem sem pa štartala s to kolegico, ki je pa bila takrat dosti bolj pripravljena kakor jaz, pa sem mislila, ok, se bom šla na začetku z njo, dokler bom lahko, pa bom šla pol naprej po svoje. In pač seveda to ne gre tako pri maratonu, ne moreš ti tako štartati, malo hitrejš, pa bo že pol malo počasnejš. In pač me, ne vem, na 15 kilometru me je pač zlizalo, no, čistko. Tako da pol sem nekako se prhala, pa sem si rekla, ok, zdaj pa čist pač počas, tako da ne vem, meni je bilo zadnjih 20 težkih, no, čistko. Ampak sem si čisto sama kriva, ker če bi štartala pač 10 sekund bolj konzervativno na kilometr, bi verjetno bilo čisto v redu, tako pa pač je bil moj drugi maraton, pa sem si mislila, vse bo šlo čistko. Pa ni šlo, no, tako da to smo se naučili, no. Pa je v bistvu, ne vem, tam na koncu že tudi, ko pride tik pred ciljem, ker ne vem, kdo da cilj maratona klanc navzgor, to čisto ne razumem. Tako da, že tisti je bilo težko, kaj misliš, da bo zadnji kilometer kar poletel, pa še to ne, no, tako. Tisti nesrečni centralni park, ja, pa tisti Ja. neskončni vijuge, pol, ja, proti ciljni črti. Ampak, ja, je največji letos so spet postavili svetovni rekord, 59.000 tekačev. Ja. Mislim, New York je sposoben to narediti, kakšno drugo mesto morda ne, no. Mene je na način, zdaj nazaj razmišljam, ker sem bil letos tam, ne, pa ko prideš tja, vsa tista gneča, pa smeti, pa ljudje, pa vse skupaj, ti kar malo klaustrofobično, ker je vse tako nabito, ampak po drugi strani pa potem, ko greš domov, pa razmišljaš, pa še se ni bilo tako slabo, pravzaprav je bilo ful dobro, še bi šel, bi šla še enkrat v New York. Ja, takoj bi šla še enkrat. Ne, res tako. Če gledam, kjer bi šla takoj še enkrat, po moje je ta New York ta prvi. Ampak sem rekla, da naslednjič, ko grem v New York, grem pa kolačke jesti na progo. Grem pa tako na easy, pa okoli gledati, pa jesti stvari, ki so na postojankah. Ne ti, da sam jim laufaš, pa nekje upaš, da boš neko vodo dobil. Tako. Ta bo pa za užitek, ja. Ta bo pa Tako, za užitek. Tako da se prijavljaj se v ta žreb, nesrečni, če druga ne, ali pa... Zdaj se ne rabim. Zdaj zdaj imam imaš čas za normo? tega. Ja.
New York, prihajamo, mislim pa Ja, Valencija, pa kje boš, mislim, noro tamle letos. mož se v tamle ločil, kaj tole posluša, po moje. Aj, dragi mož, mislim, športnik je bil že prej, triatlon stekač, ali je silom prilike mogel te športe vse tudi zapopadati? Ja, ne, on je pa v bistvu drugače zelo dober judoist bil, tudi tako v reprezentanci, pa vse orang, mislim, je pač orang treniral. Pol pa je v bistvu meni podlegel, ali kako bi temu rekla. Ne vem, jaz sem v bistvu takrat ta prvo kolo kupila, pa je on norel, pa to ne, pa groza, pa kaj boš s kolesom, pa kaj boš s specialko, pa ti tak ne maraš kolesar, pa bla bla bla, tdd. Pol pa v bistvu si je sposodil enkrat kolo, pa je šel eno rundo z mano in že, ne vem, po 31 kilometrih je že kupoval kolo in zdaj je največji serviser za vsa kolesa in največji kolesarski fanatik. Tako da. Pol je pa zapadel v ta triatlon in pol mora še teč zraven in pol ga jaz prijavljam še na maratone. Tudi na prvi maraton sem ga sama brez dovoljenja prijavila. Pa še je moj mož, tako da kar v redu. Mislim, človek je Tako bil da res me trpežljiv. marati. Človek je trpežen, ja, ta ljubezen je res brezmejna. Mislim, vse človek, da prelaufaš maraton 3:05, saj za moškega je morda lažje, kot za žensko, pa vseeno je treba kar trenirati. No, Ja. in če ga samo teče, sem da je tam zadnji pa posluša, pa vseeno, koliko kaponov teče, no, če ga sam solo. V bistvu se nikoli še ni tako pripravljal, da bi neki sam odtekel, tako da zares je to njegov najhitrejši čas, ampak bi valjda, če bi kaj strukturirano prej treniral, lahko dosti hitrejši tekel, ker je hitrejši od mene, seveda. Tako da, Tam se nima časa. ja, nima časa. Ja. Mora z Najprej, mano teči, tako da žal ne gre. najprej treba ženi, da tu se kljukce zvezdice in tako naprej, pa bomo šli pa bomo šli pa naprej to delati. No, in, Tako. Chicago, recimo, Chicago, marsikdo pravi, da je lepše mesto. Sicer sigurno je bolj raven maraton, no, kot Chicago, New York, primerjaš, kaj bi ti rekla? Meni je bilo najbolj všeč pri Chicagu, ker je štart pa cilj na približno istem mestu. In v bistvu zjutraj vstaneš in greš na štart pač 2 uri prej ali uro pa pol prej in je to in pač si v cilju in greš v hotel se startirati pač. Ker te v New Yorku tam, da se spraviš do unga štarta, rabiš, ne vem, neke 2 uri in si čistke glanže, ko prideš na štart. Tako da meni je bilo zaradi tega pač v bistvu mislim, Boljše, res ja. dober. Pa tako zdi se mi, da je vse tok na kupu in tudi vsi pol spijo tle v centru mesta, da je tako celo mesto samih tekačev in tekaških navdušencev in je tako, ne vem, kaj ena mini maratonska vas, tako ful dobro, no. Tako da je tudi par dni prej, pa potem, ko si v mestu, je pač res tako carska izkušnja, no. Tako da z tega vidika mi je bil pa v bistvu Chicago bolj všeč, no. Tako. Si maraton Monday izkoristila, pa hodila okrog z železom, okrog vratu. Ne, to nisem, pa to po moje nikoli ne bom. Ampak mi je pa zabaven gledati te ljudi, ki pol še ne samo v ponedeljek, ampak še cel teden hodijo z medaljo okoli tako. V Ameriki je to zelo popularen. Če bi v Sloveniji hodila z medaljo okrog, po mojem, bi Ja, bil res malo čuden gledati. Ampak meni pa res, meni so ti Američani fascinantni, pol se tudi Slovenci tam sprostimo, pa damo tiste medalje okrog, tudi zaradi tega, ker se da marsikje s to medaljo kaj dobiti, kakšen popust, kakšen burger, zastonj celo pivo in tako naprej. In, ja, in ta kultura, mislim, to mi je res mi je to fascinantno. Kaj takega bi pa lahko plusnili tudi malo v naše konce. Ja. Na en način, da priješ z medaljo, pa ti ploskajo v lokalu, kako se dobro Ja. to vsakmu zdi. A ne. Ja, saj to pa je res. Pa nas bi To pa je rekli, da se bahaš, pa sprav to, a ne, konec je nedelje. Tako da bomo videli, no, mogoče pa kdaj. No, in, Ja. če so še v Ameriki, jaz sem bil letos tudi v Bostonu, v svoji skupini, sem šel tam v Hartbread Hill, Wellesley College, daj mi povej, Boston, najstarejši maraton. Ja. Ja, drugače mi ful lepo, pa tako, pač res lep maraton, sam v Bostonu sem pa jaz imela, v bistvu mi je bil pa Boston tako najtežji maraton do zdaj. Sem pa v bistvu že preden sva šla v pač Ameriko, sem imela ful naporen teden, un vikend prej sem bila vikend dežurna, se pravi, to pomeni, da si petek pripravljena, sobota dežurna, nedelja pripravljenost in sem mogla že v petek nazaj v službo, sobota sem bila itak 24 ur, nedelja sem tudi mogla nazaj hoditi, se pravi, sem bila v bistvu itak cel vikend. Potem sem bila pa, ne vem, nekako je tako sovpadalo, da sem bila ponedeljek, torek, sreda, četrtek celodnevna, petek nekaj pakirati, tako pač grozen, v soboto sva šla. In pol do ponedeljka je tak jetlag, nisem nič spala, pa še toliko sem bila tako in sem šla pač na štart čist gotova. Tako. Pol še tisto, ko se itak spravljaš 100 let do tja.
Z Ampak busom, po ja. nekako sem bila tako, ne, sej bo šlo, sej bo pač, se bom že nahajpala, ampak pač se nisem. In tako, že ko sem štartala, pač pejs, ki bi mi mogel biti čist lagan, pač mi je bilo tako težko. In na ene 15 kilometru sem klicala Primoža in sem bila tako, Primož, jaz ne morem več. Pa on pa dejansko, pač, ker to je bilo res tako, to je pejs, ko sem, nisem total prepočas, kar bi jaz mogla zdržati, ne vem, veliko več, no, čistko, ampak me je pač sesul, pa me je bodati začel tako. Tako da lepo sem pol pretekla do cilja, tudi pač čist z normalnim časom, čeprav ni pomemben, ampak tako, ampak v bistvu mi je bilo grozno težko. In tudi pol sem bila tako še, drugače sem jaz tako po maratonu čisto v redu, mislim, ni valjda ne sedem iti naslednji dan 30 km teč, ampak načeloma jaz se ne preforsiram toliko, da bi bila čisto podrta. No, tam sem bila pa tako, po moje 10 dni nisem mogla normalno po stopnicah in pa sva šla še na trip po New Yorku pa to in sem kumi hodila tam, no, tako. Tako da, mislim, je pa Boston. zakisljiv. Boston Ja, ti je pustil ja, pečat. Ja. So, res, tvojo res. zgodovino se je zgrnil na te, res. No. Ampak je, vzdušje pa vse je tam spet malo drugačno kot recimo New Yorško, ampak je Je, fascinantno. Ne vem, jaz mi rečem, kad je šel v Radence, pa si vsakega človeka vesel, a ne, če si kdaj tekla v Radencih ali pa če boš to videla, ali pa tudi v Ljubljani, zdaj jih je malo še več, ampak tam pa se mi zdi, da te ljudje vzajemajo, itak je praznik, to pa ponedeljek je, mm. že to je nekaj posebenega, da imajo nek poseben odnos do tega 130 let starega dogodka. No. Ja, ne, siguran imajo. Pa tudi tako, mislim, sploh tisti na začetku, ko štartaš okoli tistih študentskih domov, pa tega, pa bolj gledaš tam une študente, ki žurajo. Mislim, tako, pač res ima poseben čar, tako fulepo. Pa mi smo imeli, se veš, tudi čudovito vreme, toplo je bilo sonček, vse ni, da nisem, pač tisti ni bil moj dan, no, tako. Amerika kot taka, mislim, te navdušuje, in kultura, ljudje, mogoče. Ali, Pa tako, mislim, ta velika mesta so mi super, ker pač za par dni, ni zdaj tako, da bi hotela, ne vem, 3 tedne glih biti v New Yorku, čistko. Mislim, niti nimam financ, da bi 3 tedne se ful dobro imela v New Yorku. Ne, ampak drugače tako, čist fajn, še raje sva šla pol tako malo tudi po nacionalnih parkih, to mi je bilo noro všeč. Ampak v bistvu imam rajše Evropo, čistko. Mi je bolj všeč tukaj in tudi rajš pa maratone tukaj, ker se ne rabiš spravljati, ne vem kam, mislim tako. Ne, vse so super, ampak Evropa je čist fajn. za me so te široke venijo v Berlinu, ker tudi če je gužva, ni gužve. No, kako ne Ja. rečem temu, res Mm, nore, no, Berlin mi je res odlično mesto. Tudi maraton, bom rekel, ga imam. Velikrat sem bil tam, prevečkrat mogoče, ampak je res mm, poseben. Kako si ti, recimo, letošnji Berlin, ki je bil spet, po rekel, kar velik, eden izmed mm. največjih doslej doživela, pa maratonsko. Meni je bil ful všeč, tako res noro. In spet mi je bilo to ful dobro, da je približno na istem mestu štart pa cilj, da se ne rabim ne vem kam transportirati, da grem lahko peš do štarta in do cilja. Meni je to ful, mislim, pol, ko greš enkrat ta New Yorški maraton ali pa London ali pa kje od tega odteč, pol vidiš, da je to res fajn, da ne rabiš 4-urne logistike prej. Ne, drugače mi je bilo pa lih to, kar si rekel, tudi tako široke ulice, da se nikjer ne zagužva, kot pri kakšnih, recimo pri Pariškem sem si to ful zapomnila, pa tudi v Chicagu je na ene parih mestih, da se to zoža, da se je dobesedno ustal. Tako da tle res tega ni bilo, no. Mi je bilo ful všeč, pa tudi spet, evo, sonček, sicer malo pretoplo, ampak ne, ful fajn. Tako, dobra izkušnja. Pa Brandenburška vrata, pa klobase in pivo, pa ne vem. Tako, evo, to sem pa še jaz. Prva stvar, ki sem v cilj prišla, sem sam pod nekim štantom z pomfrijem in klobasami in sem se gledala, o, jaz bi to kem pomfri, sem si šla pomfri kupati. To je bila prva stvar v cilju. Mislim, Tako ja, da, ta fajn mastna evropska hrana, ja, domača, tako, mislim, to. tako. Pa evropsko sonce, mislim, ja, Berlin je nekaj posebenega. Mm, Sigurno ni za manj, no, bom rekel, tudi pri Slovencih popularno, jaz se spomnim časov, ko nas je bilo tam po 300, še v Sloveniji ni bilo po 300 mm, maratoncev, zdaj jih je nekaj manj, zaradi tudi žrebov pa tega mm. Tokio. Ne. Prijeti v Tokio, ne, če se reče, da je težko prijeti na ostalih 5. Ja, za Tokio lahko ponudiš ledvico, ja, lahko ponudiš 3 leta suženjskega dela, pa te ne bodo vzeli. Ne bodo te vzeli, moraš imeti ali kar precej denarja, da si priboriš to štartnino, ali na charityju kandidiraš za njo, ali pa greš v žreb,
pa si ti zvezde poklopijo. Kako si ti prišla do štartnine za tokijski maraton Ja. 2026? Obupala sem nad številnimi žrebi in sem šla z agencijo. Tako, To je, po pravici. Ja, to je še ne, edini način, ja. Ja. ja, sem se še tisti One Tokio dodatno, neko članarino sem si plačala za neke dodatne žrebe. Tekla sem virtualne teke, ne vem koliko, nič ni pomagal. In ta prvi, ta drugi žreb, pol ja, One Tokio, pol te virtualni, ko vsak virtualni tek, ne vem koliko ljudi žrebajo, pač nič od tega ne dela. Tako da, pa že ne vem, saj sem se zdaj že, po mojem, že tretje leto, da sem se prijavila, pa nisem dobila. Tako da pa sem rekla, ok, dosti imam tega, pač zamižim. Pa pač. Enkrat je treba to narediti, čim prej naredimo. Ja, Pa, a ne, zdaj bo manj bolelo, tako. ker bo kasneje bolelo in to je čisto res. Imaš kakšna posebna pričakovanja? Si bila že na Japonskem, bi šlo prvič zate. Ne, na Japonskem nisem bila. Pa čeprav so neki v Aziji, sem že, mislim, sva že kar dosti bila, ampak prav na Japonskem nisem bila, sem se pa v osnovni šoli učila japonščino. Fun fact. Ker zdaj še. Koničiva, mislim, noro, se Ker pravi, zdaj sicer znaš, bolj nič ne. a Ne, znaš še, jaz nič ne, ampak tako, od takrat sem pa že hotela iti na Japonsko, tako da evo, končno grem. mislim, ne znati povedati, to je pa čisto taka surrealna izkušnja, no, ko vidiš 100.000 ljudi na kupu, na takem majhnem prostoru, vse se to premika in, no, mislim, noro. No, všeč ti bo, definitivno ti bo. Se ful veselim, ja. Ja, no, mislim, navdušen te bo, tudi maraton sam po sebi je nor. Itak si se že prijavila tam na Abbotovi strani, da dobiš medaljo, to si vse poklukala že, a ne? Ja, seveda, juhu. In boš prišla v cilj, te bodo uveseli, pa z vsem tem železom in tako naprej. Mislim, ja, vse, kakšne bodo emocije, boš pol povedala, ampak Prav. a razmišljaš že onkraj tega, no, recimo človek 6 velikih naredi, vse planov je najbrž je veliko, ampak to je ten življenjski cilj. Pa ne boš nehala laufati maratone, seveda ne, se si Ne, prijavljena že na se sem Valencijo. že imam že dela za naprej. Ne, se zdaj so nas, zdaj ni nič, ne more zmagati, le ni konca. Zdaj so nam ta Sydney nastrali, pa verjeten bo še kaj, Cape Town ali kaj Tako. grozijo, tako da ne more zmagati. Se pravi, dejansko tudi razmišljaš, da boš tudi Ja. to serijo še naprej delala, boš Ja. obiskovala te celine in tako naprej. Ja. Ja. Ja, pa drugače Rim si želim še zelo teči, sam letos itak ne bo šlo časovno, pa kakšno Barcelono, Sevilla, Madrid, tako, ti si tudi še želim, tako da je še full dela. Mi gremo naslednje leto v večji sestavi, po dolgih letih spet v Pariz, ki je vrgel rokavico, spet New Yorku, pa so rekli, mi bomo pa imeli več kot 60.000. Že zdaj je bil ta štart razlečen na 3 ure pa pol. Daj mi povej, ti si bila lansko leto tam. Mislim, to je mečken, bom rekel, bolj koncentrirano vse skupaj, kot v New Yorku, recimo, a ne? Ampak vse, kako pa je to izgledalo, no? Kako je to izgledalo vse skupaj? To je tudi, ne vem, vse se zdaj za vsakega rečem isto, ampak tudi en tok lep maraton, pač tako, wow. Evo, tam sem imela pa hladno, tako tam pa ni bilo prevroče. Evo, ne, tako, mislim, meni je bil čudovit, sicer kolegi, s katerimi, evo, z možem sem šla, to je ta prvi, na katerega sem ga prijavila, pa sem ga prijavila, pa sem mu pa povedala, da sem ga prijavila, tako da je bil tako sredi navdušen. Ampak on pa še ta kolega, s katerim smo šli, si ga nista tako dobro zapomnila, nista bila tako navdušena, kot sem bila jaz, ker imaš na koncu neke 3 podhode in njima je bilo to pač grozljivka, jaz ne vem, meni se takrat niso to grozni zdeli, ampak ful lepi, ni tako tečeš mimo vseh znamenitosti, tako pač noro lepo, no. Pa spet je na približno istem mestu štart pa cilj, tako da se ne rabiš nekaj ful predstavljati. Pa za tiste, ki se jim da ustavljati na postajah vmes, imaš tako rogljičke pa kolačke, tako da se s tem kolegom, ja, se s tem kolegom zmer norca delamo to, da bomo šli naslednji maraton kolačke, jaz da te už lahko ustavil pa malo pojedu. Nekaj, to je res zanimivo videti, no, ko ponovadi čaka tam ena prešvica nagnila banana, pa kakšen gel pa čokoladka, tam imaš pa prav rogljičke, marmorni kolač, vse tako, dober. Tako da ja, res ful lepo, pa itak vse štima z organizacijo, tako da, dober. Priporočam zelo. Vidiš Arc de Triomphe, ko greš na Lizejske poljane zjutraj pa pol, ko prideš v cilj. Mesto ste si ogledali, ne vem, je res, jaz res ni že dolgo let, 15 let nisem bil, je res tako svinjsko in nasmeteno in nagužvano. Ja, mi smo bili glih pač
v okolici, mislim, blizu olimpijskih iger, a veš, tako da baje so pač v tem času, jaz sem bila lih slučajno takrat lansko leto 2024, da sem bila trikrat do maratona, ker sem imela še ta evropski specialističen izpit, tam pa še na en kongres sem šla, pa še to tako, da sem bila res tako eno za drugim. In ne vem, baje so do takrat ful spucali in tudi, da je bilo ful manj beračev in vsega tega, tako da meni se ni zdelo neki noro. Pač je pa res, da se tako zmer giblješ v tistem strogem centru, kjer zgleda vse ful fajn, pa če slučajno pač zaideš mal ven, pa mal manj fajn zgleda. No? Ampak jaz nisem imela tazga občutka. Lahko pa, da je bilo slučajno glih za to, no, tako. Prav, Pariz Tako da. ostaja pač romantično mesto, kamor se Ja, splača. zame ja. Tako. Pa na maraton tudi praviš, no, da če hočeš, če boš šel na kakšen maraton, ker hočeš jesti pa piti, ti bom predlagal kakšnega tazga. Jaz sem se ravno vrnil, v nedeljo smo bili z ekipo na vinskem maratonu, v Proseku tamle nad Trevisom. No, tam pa sam ješ pa piješ, no. Tam pa, Eto, pa res, tega jaz ne zmorem, ker meni je, če spijem 2 deci česarkoli naslednji dan slabško, ker če ne vem, kva vse je pretekla, tako da tega ne bi zmogla, ampak jem pa lahko. Tako. pa ti imamo, v Ameriki veš, da imajo cel kup maratonov. Imajo maraton, kjer je špico vmes, imaš maraton, kjer je škrofe vmes, pa jih moraš čim več pojesti in podobno. No, tako da teh zadev je No, dovolj. evo, Ti bomo že najdel nekaj, da boš velja, top. prišla na svoj račun. Zdaj, kako pa se sicer, mislim, se zdravo prehranjuješ, paziš na to, imaš ti trener, kaj dati, kakšen drug svetuje, ali ješ kar vse, pač kar ti paše. Aha. Ne, jaz že od skozi jem tako dosti zdravo, ful imam rada itak sadje, zelenjavo, vse te stvari. Pol, mislim, itak se klasično, pač ženske vmes, ne vem, ga neki serjejo, pa ne bi ogljikovih hidratov, pa unga, pa tretjega, pol hit ugotoviš, da če se ukvarjaš z endurance športi, rabiš zelo veliko ogljikovih hidratov. Tako da to, drugače pa v bistvu Leon je moj kolega, ki mi pač, kar se tiče tega, zelo veliko svetuje, pomaga kakorkoli, tako da se pač tudi teh stvari dosti držim čistko. Tako da v bistvu, mislim, ful pazim hrano, predvsem pazim, da pojem dovolj ogljikovih hidratov, no. Sem pa itak bolj na slano, neki na sladko nisem, tako da to me ne gane, ampak ja, predvsem to, no, mislim tako. Tako da v bistvu, mislim, veliko se ukvarjam s hrano, no, tako. In če te že hvalijo, da si izvrstna kuharica, no, zdaj, a to Ajo. pomeni, da kuhaš vsak dan doma, ko uspeš, ok, kad si v službi 14 ur ne brš ne, ampak da veliko kuhaš doma, jesta in tako naprej. Ja, v bistvu, ful, pač vsak dan jem neko kuhano hrano od doma, pač valjda, če nisem dežurna, pa tudi, če sem dežurna, si bom pač od doma prinesla, jaz si tudi v službo ves čas nosim. Imam še jaz eno ledvično bolezen čistko, tako da sem še glede tega pač malo omejena, pač moram malo bolj pazljivo, tako da pol si rečem, ko grem na dopust, me boli, pa pač jem, kar dobiš čistko, ampak doma pa jem tako kontrolirano in v bistvu si ves čas pripravljam stvari za v službo, tako vsak dan imam, mislim, po mojem, ne vem, kdaj sem, kakšen let nazaj sem nazadnje si naročila malce v službo, drugače si skozi svoje prinesem, no. Tako, Da tako da ja. ti sodelavci pol špegajo v ta prverček, pa Ja, rečejo. po mojem si mislila, da sem malo čudna, mislim, sigurno si mislila, da sem malo čudna, ampak ja, ne, tako. Pač moraš se malo zorganizirati, ampak pol, ko imaš naenkrat tako naštudirane te stvari, pač gre hiter, je vse avtomatsko, no, tako. Pa rada kuham itak. Ja, za božjo voljo, povej mi, no, kakšen par svojih Kaj? najljubših jedi, ki jih spravljaš skupaj doma v domači kuhinji. Kaj ti je res pa najbolj kuhati, ne vem, peč, Pa cmariti? ne vem, ful različnih testenin, pač mislim, tako to največ, valjda se to spada najbolj v najžjo prehrano čistko, tako da v bistvu italijansko ful, tako nasploh neke pašte pa te stvari. Drugače pa vse, pač ne vem, od rižot do musake, do ne vem, kaj sva zadnje čase še vse delala, tako vse je možno, no, pač tako res vse. Pač mal googlam neke recepte, ne vem, filane paprike, pač vse delam tako, A že sem karkoli bil. pride. A da mi prej prišla na misel filana paprike, zdaj sem umela in zdaj da se mi cedi malo. No, evo, tudi to. Da to je res taka preprosta, sicer rabaš malo dela, pa se ukvarjati, ampak taka preprosta sestavljanka, ampak
gre. Mislim, boš, ne vem, božično večerjo, novoletno večerjo, boš to doma kuhala, povabila, ne vem, familijo, Ja, prijatelje. doskrat, v bistvu, mislim, tako družinsko smo tudi doskrat kar pri nama. Ne vem, mi dva imava največjo mizo, pa meni se po moje najbolj da strežiti od vseh ljudi, tako ne, se moja mama tudi ful rada streže, ampak tako. In pa smo v bistvu že zadnja leta kar pri nama, pa je tako cela miza, polna miza ljudi, se pa, ko pridejo, jih jaz vsakega malo posedam, kaj mora še kdo kaj delati zraven, ampak ja, smo večinoma kar pri nama, tako. Pa nekateri se res ekstremno potrudijo, pa si napišejo predslov meni, pa potem naredijo več hodne zadevščine, a ti bolj poenostaviš, pa pač Ne, nanosiš jaz gor. pa to. bolj poenostavim. Jaz sem bolj tisti človek, ki ves čas gledam, koliko bo kaj efektivno, da bomo čim hitreje, čim več naredili. Tako da ni brez menija, pa nekih tako. Čeprav je pa zmer več hodno, no, zato ker nimam nikoli občutka, koliko naredi, koliko ljudi, tako da zmer naredim za ene, tako vsaj enkrat preveč, no, čistko. Mislim, je kakšna jed, za katero te res so te pohvalili, ali pa je tvoja zaščitna jed, no, tako kot imajo šefi zaščitno neko jed, ti imaš sigurno nekaj, kar narediš po Primo- barbarino. Primož, kaj je moja zaščitna jed? Ne, pač, rekel je zdaj solata. Pač, kaj je tista stvar, kaj je tista stvar, ki jo, kar jaz najboljš naredim vsem, tako. Neka pašta v pečici, prav. Pač neki po enem receptu od Jamie Oliverja z mozzarello, na rdeče pašta, tako. Pa ful bazilike. Pa Dobar, Pa, priporočam. evo, zdaj je pol tega auditorija, zdaj že ta recept Googla in bojo to doma zdaj sprobali, Ne, priporočam, drugače pa to je eno tak drugače ful enostaven recept od Jamie Oliverja in v bistvu to po italijanskih osnovnih šolah tudi delajo za malce, tako v takih velikih protvanih, tako da ja. Tako da če imaš ful gostov, je ful enostavno, ker daš pač ogromen protvan v pečico in to se peče in ti vmes spucaš kuhno in se podružiš in pa je to to. Tako. Perfektno, moram probati. Moram probati, ja. Ti bom dala link pol za vzpodaj. Zdaj prosim, ja. Moji otroci noče več zela jesti, pa fižola, pa vse veš, teh stvari domačih, ki smo veliko delali na tem krompirja. Zdaj bom pa jih, testenine pa, bom rekel, konzumirajo na polno, ja, in bom, evo, jih presenetil z enkrat s tem, z receptom po No, evo. barbarino. Evo, tako, bravo, Da. bravo. Bravo. Hrano so obdelala, prijatelje so obdelala, zdaj mora pa obdelati, seveda še svojo poklicno pot, študij so že, zdaj najbrž to, da si zdravnik, še korak nazaj, je neko poslanstvo, neki te moraš imeti čut za človeka, hočeš pomagati, ne more biti vsak zdravnik, marsikdo najbrž na tej poti tudi obupa, ti si šla to pot, ker si bila že od malih nog, ne vem, si čutila, da boš pomagala ljudem in da ti je medicina tisto. Ja, v bistvu je mama moja zdravnica, čistko, tako da mi je bilo, ne vem, od vedno se mi je to zdel tako res lep poklic. Tako res dobro, ful zanimivo. Saj še tako doskrat, tako karkoli kaj norim, pa vsake to prorečem primože, sama imam res dobro službo, res je carska, tako. Pač je drugačna, kakor od marsikoga drugega, itak ne moreš kar iti pa poklopiti vsega, pa pač mislim pozabiti, pa tako skozi te spremljajo in pacienti in vse zadeve, ki se dogajajo, pa nikoli ni konc nekega učenja, pač kakorkoli si, pač ok, srednja šola, matura, faks, pripravništvo, strokovni izpit, boriš se za specializacijo, jo dobiš, mislim tako, se tam učiš, itak med celo specializacijo, si konc, narediš izpit, narediš evropski izpit, pa se spet začneš učiti, mislim tako, ni konca, ampak se lih to ima nek čar, da ni pač, da nikoli ne moreš doseči nekega platoja, nikoli ne moreš biti dosti dober, tako. Ampak ja, v bistvu tako navdih pa je bil po moje, ne vem, vseeno pač od moje mame, ki sem njo opazovala, kako vse skupaj izgleda. Potem sem se vmes sicer v srednji šoli, ne, da ne bom lih zato, ker so me vsi sprašvala, boš zdravnica tako kot mami, pa sem bila tako, ne bom lih zato, ampak po sem le popustila, pa mi ni žal tako, res je lep poklic, no, tako. Priporočam vsem mladim. Itak je pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji, a je tako? Mislim, Je, ogromno. imamo primanjkljaje ogromno in po drugi strani se ti zdi, da je, mislim, se ne vem, to je mogoče vprašanje, ki ni na mestu, zdravniški poklic v Sloveniji dovolj cenjen nasploh, mislim, jaz izjemno spoštujem zdravnike in vem, da vsak, ki se odloči za to pot, ki je dolga, naporna, bi mu mogli izkazati srednjo spoštovanje, včasih se zdi, da kdo
reče, ti doktori, bogovi v belem, imaš tako občutek, ti najbrž ne vem, kako se Mm. tebi zdi, no, tako. Ma kakor kdaj, jaz sicer tako v tem področju, ki jaz delam, ki delamo z pač res bolnimi otroci in njihovimi starši, itak se mi zdi, da so v bistvu ful hvaležni. Tako, jaz imam ful mali izkušenj s tem, da te kdo ne bi cenil tvojega mnenja, te upošteval ali kakorkoli, ampak po moje glih zato, ker so tle, ker delam z res bolnimi čistko. Tako da jaz imam v bistvu, mislim, jaz nisem imela nekih takih slabih izkušenj, je pa tudi po mojem res, kakšno populacijo delaš pa s koliko starimi, če bi delala z ljudmi moje starosti, verjetno bi bilo pač več težav čistko. Tudi ne vem, to, kar delam s starejšimi, ker vseeno še delam to urgentno ambulanto, pa še neke druge ambulante, kjer pač imamo tako starejše ljudi. Pa se mi tudi zdi, no, da ne vem, to, kar res redko je, da doživiš neki, pač, da te nekdo ali hoče ponižati ali neki. Tako sam, ja, pa odpreš neke spletne strani, te pa itak vse mine, pa ko začneš brati komentarje, pa to sam, to je pa itak, se za kjerokoli temo bi bilo pač slabo, pa ko odpreš poročila, itak slabo, ker ne veš, zakaj so se vsi te ljudje naprtali proti temu poklicu, ker pač noben nič slabega noče, čistko se vsi sam delamo. Je pa tako, mislim, mogoče se mi pa dostkrat sam zdi, da ljudje pozabijo vseeno, koliko je vložka, da prideš ti sploh do neke izobrazbe pri nas, ker ga je vseeno veliko več, kot v marsikaterem drugem poklicu. Ampak ne mislim, da bi kdo mogel biti zaradi tega bolj cenjen ali karkoli, pač to pa ne čistko, no. To pa le, pač deli dobro, tako. No, zadnjič sem bral članek od enega ortopeda, danes sem bral članek o neki doktorici, ki je na šverc dajala polnila, pa botoks, pa tako naprej, in pa taka, nam rekel, gnila jabolka ali pa taki primeri se izpostavljajo, predvsej bolj kot pa ne vem, da je nekdo ne vem, na inštitutu odkril nek postopek ali pa da smo bili prvi v Sloveniji, ki smo nekaj presadili, karkoli že, no, in take novice potem mogoče mečejo slabo luč na cel ceh, na cel poklic, čist po krivici. Po drugi strani pa vemo vsi, da ne vem, prste noge te zaboli, pa letiš na urgenco, včasih zelo za brez veze, no, kaj pa vem, ne. Pa imamo koj na razpolago, no, v Sloveniji še vendarle dokaj dostopno zdravstvo, no, kljub vsemu, Ja. na vseh nivojih, ne. V bistvu fulkrat pozabimo, no, koliko imamo dostopno, kaj sej pač neke stvari se čaka, pa se ti kaj zakomplicira, pa to sam tiste stvari, ki jih pa nujno rabimo, jih pa v bistvu pač res dobimo in to zelo hitro. In zelo draga zdravljenja pač imamo v Sloveniji na voljo, to res pozabimo. Mislim, jaz ne bom pozabila, ker sem krožila en mesec v Londonu na eni kliniki GOŠ, Great Ormond Street Children's Hospital. In tam v bistvu, recimo, če gledaš pri nas enega otroka, ki ima neko operacijo, pač zdaj ne glede na vse, v bistvu naslednji dan ima kontrolo, ampak ta otrok je pač pri nas hospitaliziran, ne vem, 3 dni brez težav, dobi hrano, pijačo, kapljice, nego, vse, tudi starši so zraven hospitalizirani z vsemi obroki in z vsem in valjda to vse krije za hvala Bogu. Pa sem pač primerjaš to recimo z UK-om, ki v bistvu tudi ne bi imeli zelo dobro to javno zdravstvo, pa v bistvu ta otrok more pač že, ker je to toliko drago, že isti dan po operaciji pač ven iz bolnice, če bi pač ostal, je treba to doplačati, ker pač ni nujna hospitalizacija, valjda da ni. Zdaj pol, če rab naslednji dan, pa še naslednjih 5 dni kontrola, pač valjda ga morajo starši pripeljati, če so od zelo daleč, si morajo plačati nek hotel blizu bolnice. Zdaj, če je starš lačen, pa hoče bolnišnično hrano, je treba to doplačati, ne vem, vsako plenico je treba to doplačati, tako. Ampak oni ful cenijo to in so ful veseli, da pač sploh imajo tisto samo operacijo na napotnico, no, tako da itak je lahko še boljši in marsikje je veliko boljš, kot pri nas, ampak pač res ni tako slabo, no, tako res nam ful stvari omogoči in tiste stvari, ki jih nujno rabimo, jih res dobimo, tako. No, vse to sem te zanimivo vprašal, ravno zaradi tega, no, to je tako kot včasih jamramo, da je v Sloveniji narobe marsikaj, pol greš pa, ne vem, v New York ali pa greš v Tokio, pa ugotoviš, da mi res živimo na prostoru, kjer ni nobene gužve, kjer je skozi vse zelen, kjer celo modro nebo vidiš, ne, kjer greš lahko v hribe ali pa na morje, v eni uri si kjerkoli, in da je kvaliteta življenja tudi nasploh izjemna, no, pri nas, ampak to moraš včasih iti ven, ne, ker nobenemu ne verjameš, ker ti to reče, moraš sami pogledati, pa češ, se to je res, isto velja, mogoče celo tudi za kakšno, ko smo šli mi v Ameriko, sem vse opozoril, zdravstveno se zavarujte za božjo voljo, če se vam karkoli zgodi. Ja. To je zelo drago, ne, ker se pri nas recimo, ne vem, turisti na Bledu, če se
kdo ne vem, pade, pa si poškoduje gleženj, ga bodo oskrbeli v zdravstvenem domu praktično brezplačno. Ne. Ja, dobil bo račun verjetno za 17 evrov, to nekje. Ja, Ja, recimo, ja, dobesedno. bo Ja, parkirnina višja, kot pa račun za doktorja, ja, recimo. Ja. res, res. No, ampak pri vsem, kar si rekla, pri dežurstvih, pri tvojem delu, ki je res, bom rekel, zahtevno, naporno, časovno, ne, kje imaš potem še čas, da se še z estetsko medicino ukvarjaš? A ne vem, da si ti tudi tam Aha. prisotna, ne, še tam si vzameš nekaj časa, pa kako da si moče zajadrala tudi v te vode. No? Ja, v bistvu jaz sem zajadrala tako čisto slučajno, ker v bistvu so kolegice hodile na te storitve, čisto po pravici, in pol so začele, jo, Jana, dej, kaj pa če bi ti to, kaj pa če bi ti to. Tako da v bistvu iz tega sem šla na prvi tečaj. Mislim, odzmer sem imela rada lepe stvari, pač nek lep make-up, neke pač take ženstvene stvari. Tako da pol nekako to spada zraven, pa vsem smo malo bolj taka kirurška specializacija, pač, ko se z obrazom ukvarjamo. Jaz delam itak bolj, mislim, ne kirurške, v bistvu pomladitve. Delam pa bolj tako osvežitve, ne zdaj neke spremembe obraza, čistko. In pa sem v bistvu, ja, par tečajev in pol ob enem tečaju me v bistvu ena, pri kateri sem bila na tečaju, malo bolj opazila in me v bistvu povabila, da začnem pri njej delati čistko. In v bistvu je ful fajn, ker to je pa ena taka veja medicine, ki pa ne gledaš bolnih ljudi, ampak pač gledaš zdrave, kaj jih pač neki moti, pa jim ti pol malo pomagaš, pa so v bistvu zelo zadovoljni, ko gre od tebe, tako da je tako malo bolj tak, ne vem, da pomiritno tako. Tudi lepa veja, pač če v mejah normale, ne, so pa itak zdaj pretiravanja vse smeri, ampak vse to so pa povsod. Tako. Ja, da se odprla Pandorjev skrinjica in moraš še mačkam podrezati po tej temi. Kdaj, koliko sploh uspeš tega spraviti, recimo svoj teden? No, tega imaš malo, en dan na teden, koliko časa sploh Ja, posvetiš? tako pač. Čisto odvisno, koliko imam v bistvu v svoji primarni službi, pač dela, glede na to prilagajam, pol enkrat, dvakrat na teden, pač kakor je, no, tako. To se pol sproti dogovarjamo, kakor se pač razpiše. In Se dejansko odprejo termini. to lahko počneš, no, po slovenski zakonodaji to se ne tepe eno z drugim, zdaj, ko je veliko govora o tem, no, bom tako rekel. Ne. Trenutno ja, do februarja, pa bomo pa videli, kaj bo zdaj nova zakonodaja, tu se pa pač vsi sprašujemo v javnih bolnicah, čistko. Kaj se bo s tem zgodilo? No, mislim, Tako, tako. jaz pravim, če kdo hoče delati za božjo voljo, Ja, naj dela. Če rabimo, mislim, zakaj ljudem vezati roke, če delajo, pa kjerkoli že delajo, važno, da delajo. Ne. ja, No, ampak če so pri pomladitveni pa estetski medicini, mislim, najbrž je, če ti to ti spremljaš najbrž dalj časa, to je eksponentno raste, ali kako povpraševanje je vedno večje, ljudje ja. hočemo biti skozi. Je, pa v bistvu tako res zadnja leta gre vedno bolj v te sam osvežitve. Tako vmes recimo, ne vem, cirka 10 let nazaj so bile res te popularne neke tako face preobrazbe pa to, no. Čeprav dobro, Azija pa Koreja, predvsem Koreja, no, še vedno delajo pač tako, take ogromne, oni so itak bolj vodilni v tem, ampak tako se mi zdi, da pri nas je pa vseeno šlo vse v neko tako naravno, čim manj opazno, bolj v neke take na dolgi rok, neke stimulacije kolagena, pa pač bolj take produkte, kakor neke povečave, spreminjanja obraza, no, tako. Je pa v bistvu vedno več tega, pa vedno mlajši se poslužujejo tega, no, tako. Ampak se tako pa pri vseh stvarih, no, čisto No, po pravici. čemu to pripisuješ? Pač kulturi, recimo temu, da smo povsod bombardirani z neko lepoto, pa se hočemo nekako temu približati, tudi cenovno je moče bolj dostopno. Čemu pripisuješ pač ves ta pritok ljudi, ki Pa bi si v bistvu naredili? največ tem socialnim omrežjem, pač kjer se spremlja ženske, punce, pač mlade ali pa ne toliko mlade, pač kot popolne, v bistvu se te slike na Instagramu, na TikToku, kjerkoli tako prenesejo vse. Dostikrat se pozabi, da ni vse sam, kaj ima tista punca narejena, ampak je tudi pač nek filter, nek Photoshop, pač tega je tako ogromno, vse te ženske v živo tudi izgledajo dosti drugače kot na teh slikah, ampak zdaj pač vsi scrollajo po teh socialnih omrežjih cele dneve in pač so bombardirani samo z nekimi popolnimi obrazi in popolnimi telesi in pol pač misliš, da je to realno, pa da so v bistvu samo one neke nesrečnice, ki ne izgledajo tako dobro, kot vsi ostali izgledajo, ampak itak ni tako in tudi
Ne moreš se primerjati z nekimi zvezdnicami, ki v bistvu živijo samo zato in se 24/7 z njimi nekdo ukvarja, samo da izgledajo tako, kot izgledajo, imajo tako postavo, imajo pač dietetika, 3 trenerje, kozmetičarko, 2 injektorja, mislim tako, no, tako da to je tako neprimerljivo, sam pač, če si toliko zbombardiran s temi mediji, slej ko prej začneš hrepeneti tudi potem, no, tako. Um, praviš mlade punce, no, mislim, ne vem, a si kdaj imela, rekel, kakšno klientko, pacientko, ne vem, 20-letno punco, ki si rekla, dekle, ti pa ne rabiš tega, prid 5, 6, 10 let, Ja, reš. ja, mislim, v bistvu pač vsako ambulanto praktično, ko delam, pač, mislim, ne zavrneš, pač predstaviš stranki oziroma pacientki, da česa ne rabi, pač tvoje mnenje, pa moraš imeti pa tudi sam neka načela, do kje greš, pa kje pač ne greš. Zdaj, ne smeš biti ti nekdo, ki ti v bistvu stranka, ki pride k tebi diktira. Pač sem mi daj to, sem mi daj to, sem mi daj to, ker pač tako ne gre. To itak niso pol ne varni, ne estetsko dobri rezultati, niti nič. Pač ti moraš imeti svoja načela, svoja pravila, svoje znanje, da veš kaj, kako, komu, koliko aplicirati. In pač se moraš tega držati, a ne. Zdaj, ogromno je nekih strank, ki res pride, pa ti reče, jaz bi pa, da mi to, pa da mi, ampak ne gre to tako, pač tudi niso ne prostori, ne obraz ni tako narejen, da ti lahko kar nekam, kar neki filaš, čistko ni temu to tako namenjen. Tako da v bistvu v vsaki ambulanti nekako prepričuješ, oziroma pa ne moram reči zavrneš, ampak pač spreobrneš, sej če stranki tudi razložiš, zakaj to tako ne gre, zakaj ti misliš. Ful, zelo redka bo, da bo jezna, zamerila, ponavadi se ti vsaka zahvali za mnenje, čistko redka je, da se bo obrnila, pa bo šla na druga vrata tam trkati, pa pristmu isto probati, ampak tista pa pač boljš, da gre tako in ne ostane tam, kaj bojo to naredili, no, čistko. Ampak ja, drugače bolj, mislim, praktično vsako ambulanto imaš pač te debate, no, tako. Pa, kaj je najbolj popularna, ne vem, terapija? Je to še botox, so to filerji, kolagen? Botox, drugač je tako najbolj popularen, drugač pa zdaj ti, ki so taki neke subtilne stvari, no, ali za samo hidracijo kože, ali za neko tako, ne vem, za stimulacijo kolagena, kot so zdaj Sculptra, ki je polilaktična kislina, pol razni polinukleotidi, ki so za površinske stvari. Te minimalistične stvari se mi zdi, da so zdaj najbolj tako popularne, no. Prav te klasična polnila, klasični filerji, ki pa res neki spremenijo, so pa zdaj tako kar malo v upadu, no, tako. Mislim, se najbrž je to dobro, no, ker mislim, jaz nisem strokovnjak, ampak včasih pa ne moreš mimo tega, da ne bi opazil mogoče kakšno Ja. ekscesno stvar na kakšnem obrazu, a ne, pač ne moreš mimo tega, no, pa si rečeš, če bi bila ta stvar moč bolj konzervativna, pa Bi bilo dosti boljše. ne vem, to je moje pač laično mnenje, ne Ja. vem, kaj ti, mislim, ali to tudi od mode odvisno, ne vem, imaš neke Ne, se bi turbo se. folk zvezdnice, ki imajo, Ja. bom rekel, soračke, grdo rečeno, pa pol vse mislim, kaj pa vem. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, ampak svet, kot sem rekla, to pač ima pol vsak neko svojo klientelo. Zdaj jih meni hodi pač nek tip žensk, ki pač hočejo take pa take stvari, zdaj tiste, ki hočejo biti bolj kaj ene turbo zvezdnice, bojo šli pa čist k enemu drugemu, ki bo pač čist delo. Jaz tega ne delam in ena taka bo pri meni totalno nezadovoljna, tako da pač boljš, da gre tja, no, čistko. Ampak zdaj pa se pogovoriš s klientko, zakaj to sploh hoče, a ne, to, zato, da, ne vem, zaradi samozavesti, zaradi božjega počutja, zaradi čisto zdravstvenih zadev. Zakaj, mislim, nasploh ljudje hočemo, itak hočemo biti večno mladi, jasno, a ne, Ja. današnji 60-letniki boljš gledajo, kot 35-letniki pred 30 leti, mislim, vsaj če fotke gledaš, mislim, noro, naši fotri so, kako so naši fotri gledali, kako mi izgledamo, pa še nič ne damo na se, kaj šele unike, dajo malo več na sebe, pa res že pri 60 izgledajo noro. Zdaj, ne vem, Pač rečeš, mislim, ali pa ne, pač vprašaš, ali pa zveš, recimo, teh ljudi. Največkrat res pridejo zato, ker se hoče osvežiti. Pač reče, sam jaz gledam tako utrujena, ampak jaz ne bi Ja, tako okej. utrujena izgledala. Tako. To je po mojem najpogostejši stavek, čistko. Pa ti v bistvu sama pokaže vsaka, lej,
To me mod, to me pač pokaže, pa v bistvu se pogovoriš, kaj se sploh da narediti, ker marsikera stvar se pač sam s temi neinvazivnimi postopki pač žal ne da, pač čudežev ne moramo delati, tako da jaz tudi zato vedno vsaki tudi, ki kliče, reče najboljš, da prideš se v živo pokazati, pa se pogledava, pogovoriva, vidva sploh, kakšne so opcije, a ne. Tako da ja, pa pač delaš, vidiš, tako postopoma. No, botoks, to marsikdo ne ve, je v bistvu toksin, ne, ki ti trajno sprosti mišico, da pač se ne guba pa tako naprej. Ne glih, Ali kako? ne glih trajno, v bistvu prepreči prenos signala med živčnim pa mišičnim vlaknom in s tem prepreči določeni mišici, da bi se za tisti čas krčila. In mi ciljamo na te mišice, ki delajo pač neko mimično gubo. Deluje pa žal ne trajno, Ampak drugače. 3 do 6 mesecev, ali kako? Tako, tam 3 do 4, te novodobni produkti 4 do 6 mesecev, pol pa v bistvu, mislim, se razgradi že vmes, a ne, to ni ves čas maksimalen efekt, ampak pač postopoma začne spuščati na koncu, pač čisto popusti in guba se začne nazaj risati, tako. Ampak glede na to, da je to nek toksin, ki ga telo potem srka in predela in tako naprej, a je to nevarno, bi kdo rekel, toksin, da je to telo, vsak toksin v telo, da je pač slabo, ali Ma to je v bistvu sam ime molekule čistko, drugače pa v bistvu, da so neke nevarne efekte. Zdaj mi recimo čistko, če dam jaz eno vijalo v mišico, nekje 100 vijal direkt v žilo bi mogel dati, da so zaznali neke slabe pač efekte oziroma neke nevarne efekte, tako da mi damo pa pač tisto, damo direkt v mišico, tako da to so tak minorne. razpon, ja, da to ne bolj so v bistvu pri drugih stvareh lahko zapleti, recimo pri polnilih, pač moraš res vedeti, kam jih lahko apliciraš, kam ne, da nisi na kakšni nevarni regiji, kjer imaš kakšne pomembne žile, pomembne arterije, bog ne daj, da daš v kakšno žilo, ker je v bistvu zamašiš, narediš pač infarkt tiste žile, no, tako od tistega področja, tako da tam so pol lahko večji kakšni zapleti ali pa kakšne okužbe, tako da moraš imeti dosti enega znanja, da veš, kako varno aplicirati, no, tako. Se pravi, ne tega dela doma, ne hoditi k šarlatanom. Tako. Če hočete to narediti za božjo voljo, ne, pojdite k strokovnjaku, ki ve, kaj dela in kaj govori, da ne bo slučajno. Mislim, si že imela kdaj opravka s kakšnim, ki je bil kje na pol narejen, pa je imel kakšne zaplete, si slišala za kaj takega že? Ja, mislim, ja, ampak tako, pač zapleti se dogajajo pri vseh, pač to je statistika, ne glede na to, koliko varno, koliko strokovno pač delaš te stvari. Se pa pač pri nekomu, ki ima manj tega znanja, hitreje lahko zgodijo, no, tako. Ampak pač je pa dejstvo, da vseeno so to pač postopki, ki ne glede na to, koliko si previden in vse, pač lahko pride do določenih zapletov, no, to pa itak vsak, ki se gre te stvari, mora vedeti, no, tako. Si sama kot strokovnjakinja na tem področju, si tudi kakšni tej terapiji čistice radovednosti podvrgla mogoče? Aha, ja, seveda. Moraš probati stvari, preden jih. Zato me zanima, sprobaš na sebi, da vidiš, kako deluje, da znaš drugim morda lažje povedati, no, tako, ali kako? Ja, mislim, sploh za te, ki so za pač razne izboljšanje kvalitete kože, pač je super, da jih sprobaš, zato da pač znaš tudi iz prve roke povedati, da ne, evo, meni je bilo to super, ali pa klepa nisem videla efekta, tako. Pošteno. Uporabnica pač svojih storitev si tudi. Ampak to ti drugi delajo, sama sebi tega ne moreš, ne? Kakor kdaj. Mislim, ja, z enim doktorjem sem govoril, če bi si sam se podpiriral slepič, je rekel, slepič bolj težko. Dober, to ne. Ampak kakšne enostavnejše postopke pa gre, no, tako. Se pa da narediti, no. Mislim, Ja, tako. ok, zdaj, če bi katera od dam, pa tudi, predvsem dame, tudi kakšen gospod pride? Ja, tudi pridejo tudi moški, tam ne vem, po mojem 10 do 20% je moških, no, ki je tako. Nekaj tazga. Sej, najbrž imaš čakalno vrsto, hočem reči, da klientov imaš dovolj, ne raba delati reklame, oziroma če bi kdo hotel priti, lahko te naj najde, oziroma bom po linku v spodaj, pa ne te kontaktira. Tako, pa lahko vmes govorita o maratonih. Tako, evo, take imam najrajše. Evo, da ste slišali, če se hodite k Mišu Saverju strižt, boste hodili zdaj k Barbari, pa pač
Na osvežitev Tako. obraza, če smo že pri tem, Hvala. na osvežitev obraza. Da. Tako, evo, če sva že pri tem. Dejva, Barbara, zaključiti pa športno. Ja, Mhm. še en del tvojega udejstvovanja morava pač hitro preleteti, to je triatlon, Bog pomagaj. Mhm. Zdaj, Ja. ne vem, kako naj te vprašam, kam ti to vse stlačiš. Delaš, se pravi, svojo primarno službo, potem si še na kliniki za estetiko, potem seveda tečeš. In ja, zakaj ne bi počela še kolesarila, pa še plavala? Kdaj plavaš, pol, no? Kdaj pa plavaš? Ja, plavam pač, kakor uspem. Zdaj, ali res večer med 8 pa 9, ponedeljke pa srede, zdaj lansko leto sem dosti tudi zjutraj hodila od 6 do 7. Sam zdaj tle, ko sem hodila na te jutranje, so se prestavili na Ilirijo. Tako da z Ilirije do očesne klinike ne pridem glih dost hiter, tako da zato hodim bolj na te večerne, ker prej smo bili na Kodeljevem, pa tam sem v bistvu pol bila v 3 minutah na očesni kliniki, to zdaj moram še malo. Ker te jutranje so mi bile drugače ful všeč. Drugače pa pol ja večerne od 8 do 9, tako da to gre čisto, če sem celodnevna ali pa kaj. Kolesaram pa mislim, tako največ te neke dolge za vikende, kar je pa krajših pa tudi čez teden. Pa pol v bistvu ful hodva na kakšne take kolesarske dopuste, ne vem, na Majorko sva šla zdaj že parkrat, pa sva vzela kolesa s sabo, pa je ful fajn kolesart, tako no. Tako da, pa tako malo pokombiniraš. Ampak ja, moram pa dostkrat zgodaj zjutraj vstati, pa grem ali ob 5 teč, tudi doma 15 čez 5, ali pa dost pozno, tako da. Se pravi, pri vaši hiši kavča pač nimate, ker ga tako ne pravi, bi se prah nabiral, ne vem, sklepam. Ne, ga mava kavč. Pa je lih drugače, mož, ki je nov kolo šraufal, je bil pol nov kolo na kavču gor, no, tako ne. Se mi zdel, da je Ni bil bilo za bolj ležati. obešalnik za neki, ja, se mi zdi, ker si ne predstavljam, da bi pa kavč koristila. Na Ironman si že prijavljena, sklepam. Ja, letos poleti na Kopenhagen, tako da upam, da preživimo do takrat, no, tako, da ne bo Kopenhagen. kaj. Ja, upam, da bo redu. Izjemno lepo mesto, izjemno lep Ja. triatlon. Jaz sem letos spremljal slovensko ekipo deklet, ki je bila na Havajih, na Koni, recimo, poznam jih neki. In mislim, pa sem pol malo poprašal, kako je bilo pa vse skupaj noro. Mislim, ti si dala polovičke skozi. Kaj pričakuješ pod Ironmana? V bistvu ne vem, če kaj pričakovati. Mislim, ja, bila sem na teh polovičnih, ki so mi bili ful všeč, tako, ampak v bistvu iskreno meni osebno se zdi ta polovični Ironman dosti lažji kot maraton čistko. Tam skozi se malo menja, pa tudi res je, da se jaz nekaj ne forsiram, pa grem bolj tako pač po človeško, ne spravim se v neke rdeče cone. Tako da v bistvu tega celega pa ne vem, kaj čist pričakovati. Dost me strašijo okoli, ampak upam, da bo boljš, kakor pravijo. Tako. Čakaj, kjer mesec poletje je Kopenhagen? To ima še koliko Ja, leta? poleti, avgusta, ja. Pol leta Tako da. treninga. Ja, bomo že natrenirali neki do saj, takrat. Evo, lepo 8 mesecev še. Lepo Ja. te prosim. No, mislim, če imaš 3:05 maraton za pasom, pa Tokio boš odlav. Pa drugače sem vmes še na eno polovičko prijavljena. Pa, Še veselo. Ampak tako moraš si malo razdeliti leto na take, na izlete. temu se reče še tudi izleti, ja, mislim, izjemno. No. A ti kdaj primanjkuje energije, Barbara? No? Po moje ne. Ne, sej kdaj tudi mi, kdaj zvečer mene zmanjka tako na kavču, ampak čez dan imam pa ponavadi kar dosti energije. No. Uživaš kakšne stimulanse, si nalivaš s kofeinom, ne vem, z Red Bullom ali imaš naravno? Ena, dve kavi na dan, tako max Nič 3. več. Ja. Ne, to je to. Ja, tako, to je to. Se pravi, naravni nivoji energije so pri tebi tako visoki, da pač to se laufa. To pa hidrati. Petra, če si Evo. slišal, če si držal do tukaj, spet si omenjen, ti pa tvoji hidrati. Ja, tako. Sam še kakšen kreatin bo začela omenjati, pa še kakšne Ne, prehranske. To jaz ne, ampak hidratov pa dosti pojem, ja. Tako. To si pa tudi štejem, evo, za en uspeh v Valenciji, ker sem zmogla pojesti 80 gramov cukra na uro. To se mi zdi kar visoka številka, no, tako. Mislim, Za žensko moje kilaže, tako. Mislim, ja, če jih ni želivala v šesa, pa za vrat, mislim, v kakšni obliki si jih konzumirala? V gelih, a ja. Imaš kakšno Maurten, a?
Ja, za na te maratone imam zmer teka, mi še niso zatajili in se jih držim. Tako. Maraton so popularni, ja, pa Ja. učinkoviti, pa res so koncentrirani, pa grejo dobro na še želodec. Tako da Ja. s želodcem nimaš težav, nimaš. Ne, mislim, v Chicagu me je drugače sem imela malo težav čistko, ker sem nekaj gupila, GU, Aha, ne vem. njihov gu, ja. Ja, in pač ni mi bilo ok, in pol v bistvu takrat sem nadaljevala sam s temi Morten in sem pač najbolj zadovoljna in se jih ne losam, zdaj prav tako. Za vsak nek event samo martingeli. Tako. Samo na koncu poveš, katero znamko športnih copatov obuvaš za svoje teke, pa imamo pa vse tvoje podatke, evo, vse. Ok, za na evente pač tako imam Nike, zmeri v bistvu, pač ti Alphafly. Za treninge sem pa tako en zbiratelj teh superg, ker skoraj vse, kar pride ven, moram sprobati, tako da to imam pa vse, od nekih sem že probala do ASICS, Gel Nimbus imam ful rada, tako za neke dolge teke, do ne vem kaj, pač vse sem že sprobala, možno Adidas, neke Saucony nimam celo, ne vem, to pa kar probavam vsega pomal. Ampak ja, za na prav maraton imam pa vedno od Nike jih tako. Da. Nismo dvomali, kvaliteta za kvaliteto, jasno. Kam pa daješ vse te medalje od Majorsov in kam boš dala šestko pol? Doma boš imela v kakšni ordinaciji, ki... Ne, po moje, za ordinacijo to ni, ker že tako mislila, da si malo adijo, če te stvari počneš. Drugače imava pa doma eno škatlo za čevlje, kjer so noter zmečkane te medalje, pa v bistvu čakava, da bo enkrat Primož neko, ne vem, mogoče bo neko štango naštimo, da bo to gor upesla, ampak trenutno so še v škatli za čevlje. Tako. Kri, znoj, solze, emocije, denar je tam noter, vse življenje in to v škatli počiva. No, moram reči. Ja. Mogoče bo enkrat na kakšnem stojalu. Obvezno. Ampak v službi nikar ne. Tako. Ljudje imajo posebne te okvire, kamor to obešajo, pa mislim, kakšne inštalacije vse počnejo s temi medaljami. No. Res. To, ja, ne, jaz to ne, pa po moje bi se še Primož obselil, če bi kaj takega delala. On meni vedno pravi, da se je dovolj natreniral in natekmoval v prvem delu svojega življenja in pač to so hobiji in držimo se tega, tako in se ima prav. Da je bil v spalnici na stenah gledal še te medalje, se pol pa res se mu zmeša. Ja. Tako. Še zadnje vprašanje, Barbara, če dovoliš, kdaj bo naslednji Ujemi me dobrodelni tek za otroke? Aha. Tako, kot sem rekla, je na 2 leti, tako da v bistvu letos je bil v parku pač Brdo pri Kranju in organiziramo ga takrat, kadar je Slovenski oftalmološki kongres, tako da letos zdaj ga ne bo, naslednje leto pa spet in bom sigurno ti rekla, da nam malo reklame narediš. Zbiramo pa drugače vedno denar za naprave za otroški oddelek očesne klinike. Prvo leto smo zbrali za napravo elektronski refraktometer, ki je v bistvu naprava za merjanje dioptrije pri otrocih, pri dojenčkih, ker pri dojenčku ne moreš glih tako zmeriti dioptrije, kakor pri odraslemu, da mu rečeš, da se pa tle usedi, pa glej v ta rdeč avto, pač moraš dosti več gimnastike zraven uporabljati, tako da smo za to zbrali. Zdaj, letos smo pa zbirali za tako lučko, ki v bistvu prikaže žile in je v bistvu v pomoč medicinskim sestram, ki dojenčkom jemljejo kri in smo bili tudi uspešni. Tako da, zdaj ja, čez 2 leti pa ne vem še, zakaj bomo zbirali. Bomo videli, kaj nam najbolj manjka. Tako. Ja, čez leto pa pol, maju 2027, Ujemi dobrodelni tek. Super. Tako. Ja, se že veselim. Ja, če bo na Brdu pri Kranju, pa še pridem. Ja, to je pa moji sosedščini. Ja, bomo videli, tam, ko bo kongres ali pa tam, ko bo kongres, no, saj Slovenija je tako majhna, da, ja, to sem že prej rekla. Ana Barbara Marinčič, jaz sem vedel, da bo premalo cajta. Vedel sem, da bi se lahko mi da zgovarjala še kakšno uro ali pa 2, ampak morava, je nočna ura zdaj že, ja, mora biti počas obada na spanje. na spanje, sanjati v maratonih, triatlonih in vsem ostalem. Hvala ti za tvoj čas in res zabaven pogovor, sem res užival. Noro. Ja, hvala te, Marko, tudi jaz. Zdaj, jaz ti še, evo, ker je novo leto noter, želim ti res, da tisto šestko objokana od veselja, besiš, kako tu, tega si ne boš mogla preprečiti, da ne bi tam jokala. Bomo spremljali, kako ti bo šlo.
pa seveda na Ironmanu, Kevenhavnu. So srečo, odlično sezono 26, Barbara, in se vidimo tam zunaj. Najlepša hvala, Marko. Tudi tebi. Ajde. Čau, čau. Čau.